Tako bi jaz zdaj svojega otroka, jaz nisem uspel, zdaj ga bom pa jaz naredil Maradona, ne bo. Nisi vedel, kaj so to beljakovine, kakve hidrate je. Elektrolito to, malce devite, pa še to sam za tekme. Ne treba 6 ur, če hoče. Ja, pa če drugi nimajo žoge, ja nimajo, zato ker niso za to. In otroci isto ne poslušajo te, če mu ti 2 ure govoriš, kaj bomo danes delali, pa kak morajo tekati pa to. To kar na teren, gasa, jaz sem tek res, praksa, dio. Veš, ko ne bi prišel. Sem rekel, ja, pa se vozi z avtom, ja. No, priješ do mene, še imaš 600 mišic za delati. Zato bi fajn začeti iskreno, kaj bi imel realne cilje, pa brez filozofiranja. Boš se pa začel trest, boš pa hotel še cukor, ali pa rogliček, ali pa politanke. Jo, zdaj pa nimam cajta, zdaj pa šel kar tamle. Pa tat mi je najboljši, ko vedno reče. Kurva, sem tam kot DJ, ko ena, tat ko jukebox tam. Veš, ko vsake 5 minut bi en imel, ne, ko sploh ne moram drolati svojega seta. Ti se vedno tak se kažem, ja, evo, prav imajo. Zato pa ne greš, če ti on ne paše, ne vem, ne greš na Severino, če ne poslušaš. Ne, da boš pa rekel, zdaj mi pa lepo Breno poj. Tako isto za DJ-ja. Ti imaš oldies goldies, gremo ono house neki, greš tja zaradi tebe. Ne dam zdaj pa dej to. Veš kaj, ljudje imajo različne želje, ne? Ja, sej, Pa ja. sej tudi ne moreš zameriti, no. Veš, jaz recimo pač Pa veš, da je posle še to itak fešte, pa neki se spije, pa te malo ponese. Zdaj, če DJ-ja vidiš, veš, da boš rekel, Ja, če dej, tole še pa za mene pa boš, ne. Ja. Mislim, moraš, ne. Tako da, ja. Enač. V bistvu, sem vesel, da si se odzval, no. Jo, veš, da je. Ker tako se mi zdi, da bo ful zabaven pogovor tole, no. Ja, ne vem, kaj si si zamislil, kar splošno, Je ker v bistvu, nisi več pripravljen. Ne, Ja. veš kaj, v bistvu tudi nočem se Ja, pripravljati. no, sej. Veš, mislim, mi je bolj zanimiv tak, ker se dansko lahko ful bolj na flow pogovarjaš, ne, o različnih temah, ne, pač, kire so na tvojem področju, ne. Veš, da. In pol lahko nekako iz podvprašanj pa tako, veš, ne vem, kam naj bo odnesla sicer, no, ampak tak ne. Koliko planiraš pa urce? Manj, je to, koliko imate pa? Ne, veš kaj, v bistvu običajno je čisto odvisno. Ja, Čisto odvisno, veš, to, ne vem, to včasih je lahko tudi urca pa pol, 2 urce, ali če bomo se fez zadebatirali, Ja. sej, glej, bomo zaključila, sej imaš kako omejitev časa? pa ne, Nimaš treningov zdaj? ne, pol ob 3 spet. Aha, okej. En mi z Maribora prije, sem to, ne vem, rad, da bo okrog enih, no, tako da. Ja, razumem. V glavnem me zanima, Jaz se kurc ne bom mogel poklicati. a bomo, se lahko še zdaj kaj rešimo? Se končim, dej si na Vibro ali pa nekaj, ne? Pa tamle si daš A se na... kaj pol daš ti to lahko na pauzo, kaj ne moreš? Ja, lahko na Vibro si dej ali pa kaj tajega, Ne, pa ja, tamle sej. na zic, pa da ne bo na mizi gor vibriral, pa da ti bo tamle na stolu, pa je to to. Dej. Če ne druga, veš, da mu lahko vrate odprem na daljavo, Aha, da to me imaš. nekaj fitnesa. Ja, lahko. Mm. Komot. Ti si profi športnik že koliko cajta? Mislim, to, ne vem, vse veš, 8 let te dajo neko šolo fuzbala, pa se začne, ne, pa itak, če si v klubu, ne vem, ko ima prvo ligo, takoj začneš, z 10 leti treniraš, vsak dan, tekme za vikende in to je to, se neko začne profi scena, ne, pač tudi poleg šole pa to, ne, in si cele dneve v tem not, ne. Prav profi je pa pol, ne, se pravi, no, ko si ti 16, 18, ko igraš za člane, ne, ali pa za nek denar, pol je to profi zadeva, ne. Ampak ti si v bistvu začel s fuzbalom? Fuzbal je moja tista prva passion, Res? največ. Še zdaj igraš? Ne, zdaj sem se umiril, pač, zdaj pa pač fitness, no. Preveč mislim biti tvego, no, za rekreacijo, ker ne znam biti na pol. Ne. In to je največji problem, ne, onih, ko ne igraš več, pa greš na pol, no. Tako da, Se kako si pa v bistvu začel, v bistvu, kje si dobil ta navdih, da te je šport začel toliko zanimati? pa ne vem, saj, pa brat je bil malo starejši, pa on že bil v tistim tekvandoju, pa žoga, pa druženje, mene družba najbolj, no. Tudi zato sem v skupinskem športu. Nisem šel ono individualno, ampak kar skupina, ne. Meni je najbolj družba, veselje, pa veš, da si sposoben, ne vem, dober si, to je to. Pa te žene malo, ne. Se pa si v bistvu začel to, pri kolikih letih si začel? Se pravim, 10 je tak, da se spomniš, da si res začel trenirati, ne. Aha. Ja. Aha. Pa to traja, ne, en cajt. Pa je tudi šel naprej v šolo v to smer? Ne, nič, pol itak šola, pač srednja pa fuzbal, ne. Pa je bil pa tisto prvi problem, ko bi se mogel narediti preskok, ne vem, za reprezentanco, pa da si pol resen, se pa poškodoval, ne, fejst.
In me je pol tisto dalil nazaj, ne. In pol se spet pobereš, pa spet malo, pa greš malo v drugo ligo igrat, pa nazaj, pa te spet nekaj strga, ne. Podpore nimaš take kot zdaj, no. Takrat ni bilo, no. Kako to misliš, recimo? Glede, ne vem, terapije, prehrane in je pol težko, veš, ne vem, mene bi lahko operirali jutri, ne, če bi imeli cash ta stari, recimo, ne. Ko mi je mišica šla, to je bilo najhujše, no. Koliko si bil star takrat? To, kaj je bilo, 19? Meni se zdi 19 ali 21. 19 po moje prvo. 19, 21 je pol že bilo nekaj druga. Kar hitro pol, saj pravim. Na prelomnici, ko bi mogel začeti na polno, ne. Pa si v bistvu imel takrat recimo veliko teh nekih takih malih poškodb ali pa kaj Saj takega? pravim, to prva je bila, ne vem, 3 tedne pred pozivom v reprezentanco za mladince, ne, za mladinsko reprezentanco. 3 tedne pred tem se jaz zlomim stopalo. In pol se je tu začela ona zadeva, ne. Pol se je ful hitro vrnil. Pa se mi je po enem mesecu ponovilo ali pa po 6 tednih, ker je zdravnica rekla, da lahko, ne. Zdaj pač kost bo v redu in to je to. Smo imeli pa stres frakturo, ne. To pa preobremenjenost. In nas niso znali dozirati, ne. To je zdaj največja napaka, tudi zdaj, ko vidim to, ne. In zato jaz zdaj drugim pomagam preko fitnessa, ne, da ne bi imeli poškodbe kolen, da se pripravijo, da rehabilitacijo. Zato, ko sem toliko dal tega čez, že prej pa pol, ne, ker ne gre brez tega, ker zdaj ta stari preforsirajo, no, starši vsi preforsirajo otroke. Tako ko bi jaz zdaj svojega otroka, jaz nisem uspel, zdaj ga bom pa jaz naredil, Maradona ne bo. Ker to skupek celega, ne. Sploh če niso talentirani, to starši ful težko prepoznajo. Ne, to je zdaj največji problem, ne. Je bilo pa res, naši časi, ne vem, več talenta, ko je pa zdaj, ne, zdaj vse s fiziko. Tudi ta splošen fuzbal zdaj, to preko fizike, malo je teh maestrov, da bi užival. Ful gre na, ne vem, ti ne moreš več laufati, gre drug noter, adijo. In zato so teti atraktivni, ne vem, mladeniči so, ne vem, leto, dve, poškodba. Ne, ker jih nahajpa cel, ne, namesto da bi jih malo zablokirali, ne, pa bi s tem zaščitili. Tako pa isto tu po lokalno, ne vem. Starši pač preforsirajo. Ne. Nima pogojev, no, vsak fajnih, no. Tako je bilo z nami. Se pravi, isto včasih je bilo v bistvu dosti bolj tako na free. Na free, ja, ti si samo mogel pokazati tam, ne. Samo številke so bile. Jaz sem imel recimo, ne vem, 47 treningov. En, ko pa pač je samo za naklop, ne, in ker sem enkrat, ne vem, imel vročino ali pa nekaj, me ni bilo, recimo, res, nisem rad spuščal, je imel 48 treningov in on igral. Pač tak neki koncept so imeli, ne. Da samo številke štejejo, ne, pač kar si delal, ne. Ne pol tisti uspeh, ne. Sploh to, ko je bilo Celje, ne, to je bilo tako nared, ne. V Celju si treniral. Ja, najprej Šmartno, pol pa Celje, ne. In to je bilo, veliko je tega ozadja, no. Ja, se v bistvu, lahko gremo fez v globino. To so tudi sponzorji, ni da ni, ne. Pač en more igrati, tudi če ni za igro. Tako da ja. Se pravi piše. Recimo, ne. Recimo, ja. Zato, ko to so vseeno še taki mali klubi prej bili, ne. Pač mi smo se, ne vem, Celje se je kosal, Olimpija, Maribor, Koper, takrat med prvi tremi vsako sezono. Kadeti, mladinci, U14, ne. To smo bili v samem vrhu, ne. In tudi potem zraven prideš. Ker problem je, ker te velike, no, pač večji klubi imajo večjo bazo, ne. In pri fuzbalu je tudi tako, ali pa vse večina športa. En dozori že pri 16, en bo pa šele pri 18, pa ga bo dohitel. Ni mus, da bo ta, ko je prej pri 16 bil bolj dozorel, ne, razvit recimo, da bo pol uspešnejši, ne bo, ne, lahko da ga on pol prehiti, ne. Ful je enih, ne vem, dejavnikov. Komu si všeč, kakega trenerja dobiš, vse to je pol zdaj povsod po svetu, ne. Se pravi, malo tudi sreča, ne. Sreča itak, ne, pa podpora, ne, se pravim podpora, ne. Ne vem, en je imel 5 parov kopač, ti si imel pa 2 sezone recimo. Ali pa sem še šel študentsko malo delati, da sem si jaz doštukal za tiste, ko sem jaz hotel. Ne. Nisi vedel, kaj so to beljakovine, kake hidrate jesti. Elektrolitov to malce devite, pa še to samo za tekme. Za treninge itak ni keša bilo, ne. Ne v klubih, ne nič. In to je fenomen tega, ne, ko si ti v bistvu s slabšimi pogoji, ne, si enakovreden enim bolj bogatim.
Ampak na dolgi rok to ne gre, ker nimaš od zadnje šole, ne tako močne. In zato iz teh manjših klubov vedno eden gre ali pa dva. To smo, ne vem, na sezono dve, vedno smo dva šla nekam ven. Ker prerasteš ta svoj klub, ne, takoj. Če odstopaš, ne. Tako da ja, to poškodbe so pa pol, ne, to fejst je bilo, To še zdaj sanjam, recimo, no. Vsakič, ko žogo vidiš, to se ti lušta, ne. Lahko, ne vem, pride ena nedelja, bom 8 tekem gledal. Od 12 do 11 zvečer. Si sam za fuzbalom. Pa tudi nič ne probaš tako več? Ali... Ne, zelo res, za 2 leta nič. Tudi na piknikih pa to, adijo. Ja, tam je še najslabše. Ja. Tam se še najhitreje Največ sem še zdaj šel v druge športe. Smučanje, tenis, odbojka, to je zdaj alternativa. Ko zdaj imam čas, ne, prej nisem mogel to. Izogibal sem se smučanju, ne, prav zaradi fuzbala. Evo, pa se pa na fuzbalu pač vse zalomil. Tako da to je bilo najhujšno. Tisto obdobje. Nobene volje nimaš pa več. Ker se zmeraj fokus, ne, pač mene težko staviš nekaj, če se odločim. Ampak je res problem imeti zagone. Dokler tebi štima, je ful fajn. Sploh ni težko. Če imaš pa slabe dejavnike okrog sebe, je pa ful jeba. To pa res. Se kakor recimo vidiš, recimo v primerjavi s prej, rečemo 10 let nazaj, pa recimo danes, se pravi prehrana, pa ti suplementi, recimo so fejst močni dejavniki, tudi kakšna druga recimo aktivnost, ki recimo fejst se razlikuje od takrat do danes, no? Je fizika, ne, zdaj so, ne vem, vseeno takrat je bil, ne vem, pri splošni populaciji je bil bolj razvit ta gibalni vzorec, ne. Zdaj dejansko se mi ubadamo, da pri 10-12 letih še moraš učiti enega nogometaša teči. To pa nam bilo samoumevno. Od nas zna vsak teči, ko je, ne vem, zdaj star 35-40. To ni bil problem. Mi smo toliko tega naredili, tudi je bilo na tej tehniki pa to, ne. Zdaj so pa preveč v šolah, ne. Pa preveč TV-ja, sami ne grejo ven. Igrišča so prazna. V šolah misliš? To, a veš, da je pač opreborenjen za šolo in ga pol starš reče, ne boš danes šel na trening ali pa 3 dni ne greš na trening, zato ker imaš šolo za zrihtati. Ne, ker itak vsi se bojijo, če je kaj narobe. Na koncu koncev vidimo, da tudi če šolo narediš, ne boš jutri imel službe, ne. In ne narobe, prej bi mogli dati, ne, več podporo, no. Tisto je res dober, ne. Je pa res, da pač, ko si enkrat star, ne vem, med tam 14 do 16, lahko grejo 2 smeri, ne, ful, ne. A boš čist prekinil s tem, ali te ne zanima več, ali boš na pol, ali se ti ne ljubi, vidiš drugo stvar. Pa so vrstniki tudi take, ne, pa kaj boš to kar hodil. Ne vem. Motorika se je ful spremenila, to je velika razlika. Zato, ker so premalo razviti. Zdaj, to je Kdaj se recimo, če se če dava primerjavo 10 let pa danes, ne? Ja. Kdaj se je pred 10 leti recimo začeli že na motoriki delati, ne? Recimo, pa na kak način, recimo? Najprej se pač, ne vem, med 8 pa 10 letom še ti puščaš neke eksperimente. Po pa specifika. Pri 10 je specifika. On se mora levo, desno gibati po diagonali, on mora razumeti že to, kaj je diagonala, kaj je paralela. To se že začne, ne, na tej motoriki delati, ne. Pač zaznavanju prostora pa tak, ne. Prej pa to bolj, ne, čez igro. Pa da vidiš, da jim pustiš žogo, zato če jih prehitro omejiš, ne, v neko, kako bi rekel, šablono, tudi to ni v redu, ne. To se zdaj vidi, no. Da Se veselje zgubi, ne? Ja, veselje zgubi, ali pa ga ne pustiš mu razvoja, ne. To pravim tisto, prej, zdaj so ful je manj umetnikov, ne. Vsi so kar šablonski, po pa, ne vem, en foter gleda, koliko je on hiter, pa bo moj tudi šel, če bo šel še 2-krat na trening. Ja, ne bo. Ker on ima druge predispozicije, on je za nekaj druga, ne. Ne morata biti dva ista nikoli. Ko si rekel umetniki. To, a veš, da je res, da ga vidiš, da obvlada žogo, da ga fajn gleda, da vidiš, aha, lej, da ima mehkobo fuzbala. Ni ono lesen, ne, lesen je temu, ali pa pač. Da pustiš, da se igra. Ja, da se pustiš, zato ker on vidi, ja, pa ne tribla 6 ur, če hoče. Ja, pa če drugi nimajo žoge, ja nimajo, zato ker niso za to. Ne, noben ne razume koncepta, vedno bo tak, no, da ekipa 11-20 igralcev in pač malo se moraš podrediti enemu drugemu, zato so pa mesta, ne, v ekipnih športih.
En je bolj za levo stran, en je za sredino, en je bolj za razbijati, en je za razmišljati. En je garač, recimo, ne. Tako da je to kar, no. Pa si imel kdaj željo se podati v te trenerske vode, glede Ja, na to, da... fejst, ampak pol še zdaj je nisem čisto pustil, no. Aha. Tudi imam par namigov od pač kolegov ali pa kakih staršev, ne. Glede na to, da zdaj že, ne vem, 10 let tudi v fitnessu delam in sem pač ful z ljudmi, vedno tudi kake mlade dobim noter čez poletje ali pa takle počitnice. In se ful zaštekam, ker nobenega ne poslušajo, ne. Tu pri meni je pač neki red, zaupanje pride, malo jih je strah, kdo sem, ne, pol vidijo, aha, da jaz še vedno grem na napravo ali na stezo, ali žogo udarim boljš ko oni in pač ti zaupa takoj, ne. Ker ti otroku ne moreš govoriti v prazno. Meni so šle knjige vedno na živce. Ko bom bral knjigo? Ti meni samo pokažeš, kako se nekaj sestavi, jaz bom te posnel, bom sestavil, jaz ne rabim načrta. Ali pa knjige, ne. In otroci isto ne poslušajo te, če mu ti 2 ure govoriš, kaj bomo danes delali, pa kako morajo tekati, pa to. To kar na teren, gasa, jaz sem tek res, praksa, adijo. Ta teorija je za določene zadeve osnova, ne. Ampak otroku ne moreš ga imeti 5 minut je aktiven, pa pol ga pa odnese glava, če bi jaz tako delal, no. To se vidi. Pa misliš, da zaradi tega novega novodobnega načina življenja je danes Vse, tako ja, tudi ko kar čakajo, da bo spet telefon, aha, pa ob 8 se pol z onim vidi, pa to, ali pa zdaj 2 ure ne more biti s kolegi, je tudi to, ja. Kar vplivno. Ja, ker tudi jaz opažam ta fokus, ne, ker beži, ne. To je kar težko držati. Saj to, saj če pogledaš, saj to se ne umiriš. Dokler nima poškodbe, se ne umiriš. Starši, ne vem, delajo, pride, te pelje na trening nazaj, sem tja ura je takoj 8-10 zvečer. Se sploh nimaš, tako fokus je težko imeti, ne. In pol, ali pa v bistvu ne fokus, zagon. Njemu se to zdi vsak dan že isto. Pol pa sploh, če ga kaj potre, pa jim ne gre, pa slabi rezultati ali pa kakorkoli. Ne vem, tisto je kar problem pri ta malih. Ja, ker recimo tudi dostikrat opažam, da kako motivirate, ne. Pač tudi recimo posameznike, tudi To jaz pravim, je kar s srednje. prakso, jaz rečem, ne vem, s prakso takoj. Gremo 10 sklec. Če jih lahko jaz, boš ti tudi. Aha, ne moreš take, bomo naredila drugačne sklece ali pa alternativo. Meni fascinantno, ko me pokliče, ne vem, zaradi Hexenšusa, veš, kaj ne bi prišel. Sem rekel, ja, pa se vozi z avtom, ja. No, prideš do mene, še imaš 600 mišic za delati. Ne rabimo z vratom popolnoma nič, ali pa bomo samo sprostila počasi. Ne, pač to je tisto, ne, kontinuirano, da hodiš, ne, nekam. Ja, v bistvu hitro si najdemo kak izgovor, ne, Ja, da ni hitro, treba, ja. ne. To je, možgani hitro najdejo. Ampak meni je težko to nekaj, ne vem. Jaz bom vrtal, če treba, lej, bomo 2 ure tule, samo da bomo najdla, da ti lahko nekaj za noge delaš. Tu, če si Saj se zdajle recimo- utrgal križno veš, recimo. Recimo, kako najdite recimo danes motivacijo, da neki, da vidiš nek smisel na koncu, ne? Pa da v bistvu potem v tem smislu tudi vztrajaš, a ne? Kako recimo, zakaj eden to naredi, drug pa nekaj proba, pa na pol poti obupa, mogoče že celo na začetku, a ne? Ali pa ne pride do konca, a ne? Mislim, kje vidiš recimo ti te razlike? Ja, jaz najbolj vesel takih, ko, ne vem, ko prije motivirani, ne. Z njim lahko delam vsak dan, ne, da bo on si želel, ali pa ona, kjerkoli, ne. To, da bi pa ti, ne vem, motiviral, je pa zdaj tak, ne, da ne obupa, dokler, največ je takih, no, primerov, dokler ne mine 10 let, ko se mu pozna fizično, ne. To, ko se mu pozna fizično, da je on zadihan, pa da ne more več iti na malih rib, da ne more ne vem karkoli. Takrat se mogoče malo, ne. Pol pa problem v tem, da si prevelike cilje dajo, ne. Če 10 let nisi nič naredil, 20 let, zakaj boš zdaj v 2 mesecih boš dal 20 kil dol? Ali pa ne vem, boš šprinter, ne boš. To odkrito povem, pa ful se zaženejo, ne. Vsak dan bi hodili, ja ne moreš vsak dan hoditi. Predolg sem v tem, pa tudi preobrazbo, pa človeka dobro preberem. Mislim, kdo je sposoben sploh priti 3-krat, 4-krat, 5-krat enemu, a veš, da ga boš teral. Naveliča se ti njega ali pa on tebe, ne. Nekaj se bo zgodilo, če nista oba za to, ne. Drugo je tisto, ko se hitro motiviraš, pol pa, ne vem, pride tudi konstanta, pa disciplina je pa spet drugo, ne. In dokler si to ne preklopi v možgane, je ful težko motivirati.
Kako si pa recimo Tudi preklopiš? cash jih ne motivira, nič. Ja, kako si recimo preklopiš, a ne? Tak, mislim, kje misliš, da Se so ti pravim, triki, a ne? Mogoče se mi zdi, da je mogoče tudi malo pogen v družbe, ne? Se pravi, ne vem, vse 4 družimo, zdaj 2 ne hota več nikamor smučati, zato ker ga noge bolijo. Ker ni pripravljen, pa ima 20 kg preveč. Pa ne gremo na on tek več, pa ne gremo tja, pa ne gremo tja. Ne, in pol se vidi, aha, zdaj sem pa sam ostal, ni več v družbi, ne. Nima pa drugega talenta, recimo, ne, da bi šel v drugo družbo. Ne vem, pevsko, kakršnokoli umetniško. In pol mogoče začneš študirati, fakt, moram se malo spet v red spraviti, pa bom spet njihov, ne, recimo. Ker šport pri vseh je, tudi največji glasbeniki, brez športa bi pogoreli. Se tiče šport, to je rekreacija, no. Zato, ko moraš biti pripravljen, telo mora zdržati. Vse psiha drži dolg, ne. Psiha drži, samo telo pa enkrat ne gre, ne. Vse, kar recimo dostikrat se zgodi, da si v življenju postaviš, kako se rekel, visoke cilje. Previsoke, ne. ja. In jaz osebno sem sicer zagovornik tega, da cilj sicer je fajn, če je, ne, ampak je v bistvu bolj pomembna pot, ne, se pravi, da na poti uživaš, a ne. In če so mali koraki, a ne, da v vsakem malem koraku si nagrajen, a ne, ker dejansko si ful veliko odvisen tudi od tega dopamina, ne. Ja, In ta dopaminska bombica, a ne, ki ti v bistvu daje to zadovoljstvo, a ne, mora biti konstanta, da za vsakem koraku uživaš zraven, a ne. Ker če to ne uživaš, a ne, pa vidiš samo končni cilj, ne, imaš veliko trpljenja, a ne, cilj je pa tam nekje oddaljen, ne. In ja. pa nekaj časa boš še zdržal, ne, potem pa ker malo obupaš, a ne, Ja. a ne, ker je predaleč, a ne, in si moraš. Pa te pa preveč šokira, ja. Kako bi recimo si lahko recimo nekdo, recimo za fitness, a ne, naredil te male korake pa male cilje, a ne. Kako bi se recimo lahko s temi malimi dopaminskimi bombicami recimo malo vztrajnost dobo pa željo, pa aha, pa se mi gre, pa vse je dobro, a ne. Jaz tako mu rečem, pač velike trenerje, velike fitnessov, internet je poplavljen s tem, ne. Ampak če se nekdo k meni obrne, on sam rečem, prva stvar je, če mi boš zaupal, pa iskren sem, če nisi pripravljen počakati 3 do 6 mesecev, 1 leto, 2 leta, brez veze, da se začne neka zgodba. Ker mogoče imam pa kjerga v vrsti, ko je željen tega, pa me bo res se bo predal, ne. Zato, ker čisto vsakmu v 10 treningih se lahko dokaže, če se, ali pa 30 dneh, no, to se gremo zdaj za striktnost, ne. Se pravi, da si pripravljen ti 30 dni se podrediti meni. Vse boš delal tako, jaz rečem. No, ti bo to tako velika nagrada, da boš rekel, Rok ima prav. In pol te bo skozi nazaj vlekel k meni, ne. Češ pa ti že v štartu prišel, ne vem, z enciklopedijo o meni, pa jaz bi mogel to, pa jaz bi mogel to, pa jaz bi mogel to, je ful težko, no. Zato, ker je to že knjiga zraven, ali pa neki vzorci, javni na spletu, ko ti ne moreš biti enak, ne, noben ne more biti enak tako drug. Ker ne poznamo okolja, ne. Zakaj on lahko tak? A se on kaj sekira po noči, a spi dosti ali ne spi dosti? A ima kak džumbus, a ima, ne vem, probleme druge, ne. In je tukaj težko in zato pa je fajn začeti iskreno, kaj bi imel realne cilje, pa brez filozofiranja. Tudi pri teh dodatkih pa to, ne, ko se začne. Vsi bi, kaj moram imeti. Nič, šuhaj pa čisto brisačo. Vodo pop pa se bomo naprej pogovarjali. Zato, da sam začne, veš, pa vidi, aha, da že z osnovo neko napredek, pa pol začneš tudi razmišljati, ne. Pa zdaj tole, zdaj se pa res boljš počutim. Pa ne vem, prvo kot prvo, ne vem, prebava, presnova. To je problem res pri takih problemih. Da se tu največ začne in pol, on po 3 dneh vidi, fak, kva nisem jaz šel prej to, ne. Aha, zdaj moram pa toliko vode spiti. Pa fajn, da nekaj vlaknina pojem. In pol oči odpreš, tako se rekel, po stopnico, ne, odpiraš oči. Zdaj, a to nagrada za njih ali ni? Ne, nagrado si na kili gledajo, ne, najbolj kile. Kar je že zdavno zgrešeno, ne. Struktura telesa je druga zadeva, ne. Zato se pa tudi pol preverja strukturno, pol pa kaj si to želi, ne. En dejansko pride in reče, lej, mene hočem, da me križ neha boleti. Rekel, jaz bom še kar užival, ne vem, karkoli, ono tretje. Ne bom maneken, ne bom nič, ne rabim shujšati, samo da sem jaz močen za svoje telo. Kar je najbolj važno. Da on ni obremenjen s tem.
ker zgubijo motivacijo, ne, ker. Je pa fora, no, da pač največja, mislim, tudi, no, ko bi rekel, na svet je, da je prvo iskren do sebe. Pol šele pride do mene. Ker nikoli si noben ne prizna, zdaj pa jaz rabim roka. Ali pa pač trenerja, ne. Tak je v tem svetu, lej, pa mogoče bom preveč rekel, 95% ljudi je nesposobnih sami delati. Res. Brez discipline je to 95% ljudi, ker je sistem tak narejen. Tebe alarm zbuja, vse te zbuja, nič se sam ne zbujaš, ne. A greš sam pač v rudnik, a greš sam tamle v trgovino, Hofer, 4 ure prej ne greš. To je vse sistemsko, ne. Vse te zbuja in nič ni, noben ne zna samostojno. Ko se zlušta 20 km greš. Greš na hrib, greš žogo, 2 ure žonglirati. Tako je bilo, ne, včasih. Da si sam lahko, ne, sam s sabo, ne. In človek ne more biti. Misliš, da je v bistvu prevelika preobremenjenost recimo človeka, ker je v bistvu toliko nekih dejavnikov, telefon, aha, ja, zdaj. Lahko to. Ja, kam bomo to odrezali ven. Evo, smo nazaj. Ja. Ne, sej, ni problem, se razume. Se pravi, v bistvu, kaj bi v bistvu kot sistemsko, recimo, misliš, da je to prevelika obremenjenost? Mislim, tako, veš, ker recimo danes je ogromno nekih obveznosti, dolžnosti, vse, ne, se pravi, vse je dobesedno našponano, ne. In si potem mogoče človek toliko težje vzame čas za to, da... Mislim, vzame si ga zato, ker je preveč dobrin. Ne, in na koncu zmanjka pa, veš, pa še tudi, ne vem, stare, ne, navade. Kaj boš fitness, imaš gozd, imaš ono, imaš sprehode, pej drva sekat, pej se kepat. Glih zaradi tega je, ne, za teh ljudi, ko nimajo te možnosti iti v gozd, nimajo drv, zato so fitnessi, ustanove, kakrškoli bazeni, samo da se migaš, ampak problem je, da bi se mogli v urnik dati noter, pod nujo. Ne, pod nujo. 2-krat na teden vsakla gre. Ziher. Se pravi, 30 dni je neka doba navade, ne? Da je v bistvu... Striktne, zato da bi videl, ne, drugače pa daljša, ne. Recimo. Jaz sem recimo tam eno knjigo, ko sem jo bral, Najboljši prodajalec na svetu, ne, od Ogmandina, ki je dejansko v bistvu postavljena glih iz tega, ne, kako vzpostaviti dobre navade, ne, in kako to dejansko ponavljati 30 dni, ne. In je ena boljših knjig, kako za moje pojme ena top 3 knjig za moje. To pravim, jaz v praksi, recimo jaz vsakmu obljubim, ampak če bo sposoben, včasih se zezam, rečem 24/7, ne vem, plači hotel, smo skupaj 24/7, en mesec. Ni človeka, da ne bi bil tako hoče. Ne, zato ker vse res, pa bo rekel, ja, zdaj sem pa ne, lahko ti peleš otroka na šiht, mislim, ne, v šolo pa to, pa greš po njega pa na odbojko, vse, urnik bo enak, ampak ti bo z menoj jedel, jaz bom s tabo šel v avto, da ne boš mogel iti na kavo pol ure sedeti, da ne boš šel, ne vem, zvečer prepozno spat, pač neko, tako bi rekel, šablono narediš, ne, za reset, da dokažeš, ne, da je to prava pot, ker folk sam rabi neke potrditve. En prebere neko raziskavo, aha, verjame, zdaj moram jaz pa 100 bencinarja noter. Poga pa ne kupi zakaz, zato ko je 30 centov dražji. Tako je pa isto. Veš, da moraš za mišice delati v teži. Edina stvar za mišice so v teži. Ja, pa ne bom zdaj plačal fitness. Ali pa bom plačal fitness, ne rabim trenerja. Čez 2 tedna, 3 tedne rama hin. Pač na začetku bi mogli biti vsi večinoma vodeni, tudi če grem jaz v neko drugo stvar. Tako sem rekel, ne vem, od tenisa. Ne greš ga sam probat. Zakaj bi se šel sam probat? Gremo lepo akademsko, po vrsti, malcek in je manj poškodb. Več možnosti je za uspeh. Tako isto za hujšanje, za preobrazbo, karkoli. In če ti nisi dosleden, ni dosti 5 dni biti dosleden. To non-stop ponavljam. Ja, pa vse do petka, sem tako, pa sem malo za vikend zajebala. Nisi malo zajebala, oring si zajebala. In pa se obremenjujejo s tem. Pa še slabš. Tako, pa še pa slabš, ne. Pa se nič ne pozna, pa ni v redu, pa to. Se pravi, v bistvu, če bi takole potegnili črto, je dostikrat mindset, ne. Se Mindset pravi, je kar, način razmišljanja, ne. Ker najprej je smiselno urediti si
mindset, kako sam sebe motivirati, pa kako mnenje imeti o sebi, ne? Da dejansko si pa želiš. To se pravi, iskren do sebe najprej. Pa lahko vse ostalo delaš. Ful je to pač lažje, no, kar se tiče gibanja športnega. Kje si pa ti v bistvu začutil, recimo, pol to notranjo željo v sebi, ne? Da bi šel v to smer, kamor pač si šel zdaj, ne? Se pravi, fitness, pomoč, treningi, pa ta smer. Je to bilo takoj, mislim, po tistih poškodbah pa to, ne. Pa recimo, itak je bilo treba neki, pol ni bilo niti več, ne vem, 10 evrov treninga na fuzbal, pa tistih tekem pa to, ne. Nič dodatka nisi več imel, ne. In si itak študentsko še delal ali pa pol zaposlil kaj. In ko si pol videl, ne, v tem programskem sistemu, ne, alarmi, to moraš delati, soboto moraš delati, pa priča v nedeljo, kaj, pa to, ne. In mi je to šlo na živce, da te nekdo sam usmerja, kaj moraš delati, on dejansko manj dela, kjerkoli šef, ne, ali pa pač, ne vem, firma, karkoli, ne. Vedno si ti pač en člen sam noter, ne. Ne moreš se razviti, dokler nisi na vrhu, ne, in pač na vrhu je najlažje, ne vem, začneš svojo pot, ko imaš rajš. In se meni ni dalo več biti odvisen od drugih ljudi, ne. Rajš veliko iz nule začeti, par let biti na študentski fori, ne, od plače, karkoli se trudiš, pa vlagaš noter, pa en ceni, pa ne cenijo, pa greš počasi, ne. Tako da do tega zdaj prišel, ne vem, recimo 4 letih, zdaj ne vem, 2-krat sem upgradal vso zadevo. Iz ene, ne vem, sobe 5x6, pa prej pač zunanjih javnih fitnessov, pa pač, ne vem, štadioni pa to, ne, kjer sem pač izvajal treninge pa to, sem si vedno želel svoj prostor. Tam, ko je moj urnik, 24/7 sem jaz noter šef. A delam en teden ali ne delam. In nek tak koncept furati, ko je na dolgi rok zmožen ga vsak. Najbolj zaposlen človek. A je to zjutraj v 6 hodil ali bo hodil ob 8 zvečer. Ni skrbi, ne, da ne bi mogel omogočiti enemu, ne. In sem hotel vsem omogočiti, sploh te poškodbe, pa razumevanja, prehrani, ne, to. Koliko časa potrebuješ, daj, kaj bomo na dan tekme jedli, kaj bomo, ne, v službi, zakaj zdaj pet malo tole, ne. Stranski učinki teh, ne, službe, če ne boš delal. Tako da ja, tu neodvisnost me je vlekla najbolj, no. Da sem jaz svoj boss, no. Ampak ne nobena druga služba, samo šport. Čutil sem, da če sem bil predolg, recimo, da 2 meseca jaz pač nisem fitness hodil. Nekaj sem še tekel pa to. Ne, ni šlo brez tega, ni šlo brez športa, ne. In sem rekel, da v športu jaz moram ostati. Ker sem že prej, recimo, ali pa tako, kar se tiče fizikalnosti pa to, ne. Vedno v skupini tudi on bil, gremo še teč, ne oni dneve, gremo še med prvim za trenerjem skozi za ritjo. Tako da je že bilo po eni strani, ne, toliko za njem laufati bomo še mi mogli bolj, ne. Ne, daj bolj počasi, rekel, ne, gremo, a veš, to me sploh ni. In tudi, ne vem, od tatih kakih malih turnirjev, velikih, pa sem prepoznal, da smo mi malo šibkejša, ne, ekipa od onih. Pa smo jih zmagali gladko, zakaj? Zato, ker so oni se predali meni, vsi moji, okoli mene so se predali, ne. In to sem vedno, po moje, tako znal nekot, ne. Ni šans, da bi izgubili, tole dobimo, gremo. To pa to naredi, ti se tamle, še jaz za oni 20% več in so tudi oni za mene, ne. In to je pač, to je tisto, ne. Zdaj pa pač problem, ker je to pač delo, je, ne, ful fajno, ne. Ampak so pač zdaj, ne, novi cajti, stroški, prostori, ono tretje in pač nekomu moraš pač kasirati, ne. Ni to bilo več zastonj, ne. In je najtežje tem svojim, ne, nekaj to kasirati, ker so večino ljudi omejeni na, ne vem, mi smo Savinjski, no. In nimajo odprtih, koliko je to vreden kje drugje, ne, recimo, te zadeve, pa koliko se pol ceni. Pa da oni tam niso nič boljši, ko je več denarja, ko je več, ne vem, infrastrukture, nič niso boljši. Glih tako so, ne vem, predebeli, presuhi, prepočasni, vse isto kot pri nam. Ampak ta internet, pa tudi YouTube, pa to, ne, je preveč poplavil bilo, ne. In vsak se hoče sam promovirati, ne. In pol ti gledaš vedno enega idealnega kao za sebe, pa ne moreš biti tak, ne. Sploh kasneje, ne, ko so to, ne vem, ljudje 30, 40, pozabi na profesionalno kariero, ne. Ne boš več profesionalec.
Ne vem, a v šahu lahko mogoče, ne vem, jaz ne poznam, pa še to dvomim. So že tudi možgani starejši. Ampak to, ne vem, v športu ne moreš ti pol postati. Ko si enkrat 40-50, lahko pa veliko narediš za dolgoživost, ne, da se ti pol začneš zdaj trenirati, 2 leta, 3 boš treniral, boš ti metabolizem za 10 let zmanjšal. In boš ti pri 50 stagniral, ti boš pri 60 zgledal 50, pri 40 bo zgledal 30, če prej nisi, ne. Se zdaj pri 40 zgledaš 60, recimo, ne. Samo to lahko mi zbijamo 10 let dol, pa ko boš prišel na 50, boš glih na tistim, na boljši poziciji v bistvu, no. Ampak ne gre to en mesec je samo on reset. Da se da razložiti človeku, da rabiš to, no. Nič drugega. Kje si recimo mindset dobil, recimo tak, ne? Na kak način si ga v bistvu zgradil? Ne? Ker to, da ustrajaš v nečem, da imaš ta cilj višji, a ne? Se pravi, da greš, ko reče, ne vem, trener 100%, daš 110, 120%, ne? Kak mindset je fajn, da nekdo vzdržuje, a ne? Se pravi, kot posameznik, a ne? Da dobi to ustrajnost, ne? Ker najbolj pogosto je ustrajnost tista, ne? Ja, ustrajnost, ne pač konstanca, ustrajnost, ne. Ne vem, vse je ful težko to, da preklopiti, ne, v to, da se ne predaš, ne. Mogoče ta neuspeh, a veš, da me je gnal. Pizda, zdaj bom pa drugi. Pa si pač še bolj stisnil, ne, šprint recimo, ne, na ta način. Da ne bi bil drugi ali pa preslab, ne. Po pa sploh za domače, ne, javnost, kolege, oni, tete, vsi te gledajo, ne. Mogoče na ta način, da je on bil prvi nek impuls, ampak po moje, ne vem, se tudi malo rodiš s tem, no. Da imaš to v sebi noter, da ni popuščaja, no. Težko me tudi. Misliš, da je recimo pri vzgoji tudi kaj pogojeno? Pa kaj, recimo? Mislim, se veš, vzgoja, zdaj, tako bi jaz rekel, realno, do 10. leta, ko se ti zavedaš, kaj ti je zdaj koristilo, ko so tvoji starši te vodili, ne. Ne vem, za vzgojo pač, je vzgoja disciplina po moje prej. Ne, da bi ti dobil to, da si, kako bi rekel, da greš vedno all in. Ne, da ne znam na pol iti, ne. In to so pač vidi, ker me poznaš, to se vidi, ti žar v tebi, ne. Zato jaz rečem, le ta je zasanjan, aha, le z tega bo nekaj, no davč vidiš to. Tudi prepoznam ful, rečemo, ne. In pol težko to, tako bi rekel, jaz res kar preveč direktno, ali mislim, ne preveč direktno. Lej, ne moreš, lej, nisi pojedla to, lej, zakaj nisi nič dala od sebe, dremaš mi na treningu. Vem, da lahko več narediš. Te hoče preslepiti, ne. In po pa vidiš drugo, ne, osebo, ko pa trga, ko pa se vidim vse, ta pa lahko boljši od mene, ne. Recimo, ne. In s takim je res užitek delati, ne. In ta mindset, ne vem, pač to je pač od rojstva, ali pa tako sem rekel, neka medalja, gremo, ali pa višji cilj, ne. Jaz sem vedno hotel igrati pač prvo ligo, karkoli, ne, na svetu igrati, ven iti. Tako zdaj naši Slovenci, saj ven prišli, ne. Ker niso nič boljši ti, ko so ven šli igrati. To te grize, ne. Ko ga vidiš, ko si ti star 16 let, ne. Samo da on ima, ne vem, 5 botrov za sabo, pa ga lahko v Milano peljejo vsako leto na izbore, ne. Enkrat ga bo že vzeli. V en klub, ne, v Italiji. Takrat je bilo Italija popularna pri nam ful. Je še bilo fajn. Ampak kamorkoli, ne. Tudi ko so bile številke, ne vem, od testiranja, od vsega, ne. Top, enka. On pa tam, a veš, ja, povprečen pa ga spravijo, ne. In ful je to pogojeno bilo, no. In to te pol, ne vem, tako bi te res, fuzbal po moje to največ. Dokler ne zmagamo, ali pa tudi, ko je 3:0, jaz sem še vedno želel, še dajmo, še 3, 4 gole, 5, 6 golov. Kakor gre. Filaj, dokler gre. Tota neskončnost, no, me to žene, da ni konca, no. Da moraš kar iti. Kaj pa recimo nekdo, ki, recimo temu se reče tekmovalnost, ne? Recimo tudi neke vrste, a ne? Kaj pa recimo nekdo, ko morda nima te tekmovalnosti, kaj bi se recimo ta lahko recimo obrnil, da bi v bistvu vztrajnost, a veš, ker recimo en pa rezultat mu ni v bistvu. In ne, mu pa najdeš najljubši hobi mu najdeš. Po pa ga malo testiramo, ne, ki imamo pomanjkljivosti, ne. Hobi mu najdeš, ne. Če on res rad tenis špila, je spet s fiziko povezan. Če gre smučat, vsi bi za smučanje samo novembra hodili na fitness, da so pripravljeni, ne. Zakaj cel let ne hodiš?
Veš, ne vem, jaz prek hobija, no, to bi najbolj. Da mu poveš, da bo boljši, ne vem, odbojka, rekreativci, da ne bo poškodbe. Zdaj se vse ful strah tam med 30 ali pa dajmo. Ja, se že 30 do 50, to sam koleni grejo. Ker prej so pisarne, prej smo mladi, lepi, fit, se ne rabim jaz nič. Po pa itak, kako pa zdaj eno rekreacijo rabim. In grejo vsi na rekreacije na vrhunske športnike, ne, se primerjati. To so vsi športi zelo agresivni. Odbojka, tenis, žoga, to je vse agresivno. Fitness je najmanj agresivna zadeva, ne. In ko to razložiš, in je priprava. Ne vem, milijone let se nekaj premetava, težkega, da je človek močen. No. Tako da to ni nobeno pač nekaj novega. Športi so pa ful agresivni zdaj, ne. Vse je hitrejši, materiali so hitrejši, smučke boljše, loparji, žoge so take, da gre 2-krat hitreje, kot je prejšla. 15 let nazaj žoga ni šla tako hiter. Po tleh recimo, ne. In so lahko bili bolj počasni igralci, zdaj pa pač to vse gre naprej, ne. In če oni to niso, ne vem, v akademiji od malih nog, pač ti pri 25 greš na rekreacijo, ampak imaš pa iste opremo kot oni. Imaš pa opremo isto. In tu je pol ful problem, no. Da probaš mu razložiti, da bo ful boljši vsem, no. To, da mu daš neko, lej, probi, no. Največji pogoj je, no, križ. To ledveni del pa to me boli pa to. Mogoče ne to koleno. Itak, če sediš. 10 let si zdajle v pisarni. Saj gre malo na sprehod. Ja, kaj je to? Nič. Nobenega dodatnega impulza ni, ne. Prav v bistvu ta toto hobi ali pa veselje, ne. Ja. Kako pa recimo se nekdo odloči, da je pa recimo ta hobi lahko res toto, ne vem, kako recimo rečeš, mislim, tole mi je pa všeč, ne. Ne vem, kako recimo nekdo, kako nekoga zmotivira, da najde ta nek svoj hobi najprej, se pravi to neko veselje, a ne. Pa potem v bistvu počasi korak za korakom ga Da nagrajuje to. nagrajuješ, a ne. Kako recimo ti vidiš to? Je prvo recimo ga probaš, ne, imeti pač pod nekim svojim sistemom pa to, ne. Ampak res mora miniti to. Povprečje 2 do 3 leta. Tisto, ko se pač, zato da sam odkrije sebe. A veš, in tudi pol vidi, ko pridejo novi recimo za njim, ko so na začetku poti. Pa koliko je on boljši. Pri čisto navadni vaji recimo. Po pa vidi, to je to. Po pa spet itak neki je zdaj modna muha to, pa ona muha, pa proba, pa mu všeč, jaz bi pa zdaj to probala delati. Jaz bi zdaj probal pa tja iti. A bi me ti pripravil za maraton? Če boš ti rekel, ja, bom, a ne, v čem je problem? Ne, takrat to preklopijo. Ko vidijo, da so boljši od drugih, ali pa sovrstnikov, ko še niso začeli to delati. To je po moje tisto, no, preskok. Ampak rabijo, no, rabiš. 2 leta sigurno. Zato, ker pač na dolgi rok delaš, ne. Eni se trudijo 15 let, pa po en pridejo, ko tebi je čisto na izi. Ja, ne, ni. On že 15 let dela to. Pa pač pride do ene stopnje, pa je pač samo 10% boljši od, ne vem, od tebe, ne, recimo. Ampak 10% je lahko veliko. A te boli križ ali te ne boli? To je razlika, ne. Tu nek cilj, no, da doseže, no. Ja, ker je tam motivacija sama po sebi v bistvu ena ključnih, ne. Potem veselje, vse te taki mali dejavniki, ne. V bistvu so na koncu tisti ključni, ko te pripeljejo do vztrajnosti, ne. Tako si rekel, mali dejavniki, tudi to, da imaš ti skupnost, ne. Da ti ne gre na živce, ko ti stopiš v fitness noter. Da te ne odvrne, da ni to, ne. Pač ta krog se suče, ne. Tako sem recimo tudi jaz pa tudi probam, veš, saj to zajebam biti. 8-10 ur vsaj ga motivirati. To je najtežje delati. Če pa en pride noter, ko danes delamo, gremo danes ono, dajmo tole, ne. Okej, šus. Mu še malo dam popra zraven, ne. Ne pa tisto, ko je že tako, ja, v redu. Boj za preživetje. Kar tudi ni slab, ne. Važno je, da se pojavi. Ja, saj to je to, ne. Važno je, da se pojavi. Zato pa tudi jaz delam tako, no. Da ni prevelike izbire, ne. V urniku. Lahko gremo malo bolj podrobno to, Ja, pač, da oni imajo svoje termine, ne. Ti imaš termin, 2 termina, imaš 3 termine na uro. In takrat lahko hodiš.
plačaš si termin in imaš cel mesec ali pa ne vem, zakupljen. Glede zaradi tega, ne, ko je tak tempo. In ful lažje funkcioniraš, če se ti pa samo en smuti prej narediš, pa si ga daš v avto. 2 minute. Ne. Priprava pa tempo, zato ker narejen smo samo za šiht, ne, samo za alarm. Večina. Ne, razen to, ko greš pa res svojo pot. Pa še to te zdaj zbuja, ne, zato ker si odvisen, da boš drugim pomagal, ne. Ampak to ti je lažje iti, ne, recimo. Se kako bi pa recimo ocenil recimo pri mladih, kako oni najdejo to veselje, recimo, da najdejo to neko smer, kaj jim je recimo všeč, ne. Recimo, kje pri njih nekako Se pravi, tam na začetku je to igra neka, ne, za njih. Pol mogoče pri 14, ne, ko začne en dozorevati puberteta gor dol, ne, pa en vidi, jaz bi bil pa Ronaldo, on bi bil Messi, recimo, ne. Po pa to, ne, pa če ima nekaj, okej, po pa en vidi, ja, ti imaš pa mišice, ne. Pa vidi to, to je pa, jaz bi pa rad takle bil. Ne vem. To je najbolj tako na ta mali, da pol, ne, ko vidijo enega, ne. Meni je fajn, ko jaz lahko pač iz svojih teh izkušenj pa to, pa tako, kot sem rekel, zdajle žogo udarim boljše kot on. In te takoj zaupa, ne. Doma nobenemu ne zaupa več. Pri 16 letih ne posluša več doma. Samo trenerja, pa še trenerja ne vsakega, ne. V skupinskih športih, veš, vedno so neka trenja, ne. Tu pri meni pa hoče, pol pa pride en pa bi rekel, ja, jaz bi pa zdaj imel trebušne, pa to, ne. Saj veš, da pol se začne zavedati sebe malo, ne. Sploh tam 16, 18. Nekaj moraš zgledati, ne, če si že pol športnik. Ne vem, pač je pa res, da je ful druga generacija zdaj teh, no. Da je preveč te zunanje slike, take idealne, no. prehiter rezultat. Ja. Kao, da Veš, da. že jutri bi mogel to biti, ne. Tako, ne, pa da so vsi pač popolni, ne. To je prehiter, preveč je te zunanje slike, ne. Misliš, da bi mogli iti objavljati nepopolne Ja, vsebine? čisto tako, direkt, brez cenzure bi mogel imeti kamero non-stop not. Tudi pri meni, daj to pa reči, jaz rekel, ne vem, pol že nekaj delam toliko let v redu, ne vem, da grem tamle na stopnice, pa pridejo eni, ko se s tem ukvarjajo, pa sem jaz prvi, več let zapored. Konstantno delam, jaz sem pač ne rabim se za na sliko naštimati. Ker to je point športnika, ne. Zdrav, pa da si v svojem športu dober, ne. Ali je to fuzbal ali to. In si umetnik tudi, če je tisto kilo več. Trenutno. Ne gre se vse prek pogleda, ne. Da se ful vizualno, face, ne. Tudi ženske, ne rabi riti, če bo vse druga imela hin, ne. Glih tako ima ramenski obroč preslab, ne vem, križ. Ampak ne, ker to je popularno, ne, in to se pač skozi vse predvaja, vsepovsod se predvaja to, ne. Veš, to je največji problem tega, no. Da je preveč idealno prikazano vse, ne. Tudi ja, pač, jaz ti bom povedal, samo če boš ti pri meni pol to upošteval, ne. Vse, v piko, kaj bi ti fajn bilo, da boš, ne vem, Bruce Lee, recimo. Da te, ne. Ampak če ti nisi sposoben ali pa nimaš okolja takega, ne, brez veze, da s tem forsiram. Pa recimo ustvariti okolje. Ne, zdaj, recimo, če je disciplina, a ne, Ja. recimo ena od stvari vztrajnost na drugi strani, a ne. Se pravi, kako pa okolje potem formirati po tvoje, da... Ja, tu si pa pol okolje narediš tako, kot si rekel, s cilji, ne. Zdaj pa on je en let, dve pri meni trenira ali pa neka tekaška šola, pa reče, jaz bi šel pa na prvi maraton. V redu, okolje, se pravi, vsake 2-3 meseca si rezerviraj maraton. Boš spremenil okolje, ne, ker ti ne boš za vikend na morju pa na veselicah, ampak boš, ne vem, šel na maraton. In to je to okolje, ne. V službi si boš našel nekoga, ne. Ko gre tudi na rekreacijo, boš rekel, a ti tudi hodiš na fuzbal, a ti greš na odbojko, a greš na tenis. Ne, in pol, a bi šel tenis enkrat z mano in imaš več tega okolja imaš, no. Gibalnega okolja imaš. To se ful da. Zato marsikdo reče, glej, pojdi smučat, pojdi malo na tenis, ne rabiš biti Federer, ampak pojdi zato, ker imaš več možnosti odprtih. Večjim spektrom ugodiš, pa še monotono ni, ne. Pa nove ljudi spoznaš. Nove ljudi, nove okolja, ne, in dobiš bolj taka okolja, ne vem. Ko so Kar se mogoče tiče bolj športa, je motivirana, vse ne. itak, ne, ne vem, mogoče
ne vem, zakaj eni niso marali telovadbe. Jaz bi imel 6 ur. Ne. Samo zato, ker je družba tam, ne. Tako sem rekel, mene družba vleče. In družba je pač v športu ful pomembna. Pa prisotna, ne moreš. Tudi ti, ko so posamezniki individualisti, športi, ne, imajo okolje okrog sebe. Kaj pa lahko na mikronivoju, recimo na občinskem ali pa recimo na nekem takem, recimo regijskem ali pa ne vem, tako Savinjska recimo v tem primeru, a ne. Kaj pa lahko institucionalno dejansko se naredi, da je več takega okolja, a ne. Kake spodbude bi bile smiselne? Zdaj recimo največ je pri tetih, ne, malih podjetjih ali pa karkoli, ne, ko devajo nekaj za to, no. Zaposlenim, ne vem, 1 uro imate tam, 1 imate masažo, da lokalno recimo, ne, tudi spodbudijo. Ne rabi tebi, ne vem, če si iz Žalca v Portorož dati neko nagrado, ne, da lahko ti tam koristiš, to nobenega smisla nima, ne. Tu lokalno, da pa lahko greš ti na teden preko, pa reče, glej, službe, ni vseeno za mene, ne. Pač imaš možnost iti, ne. To je zdaj najboljše, kako bi rekel, primerna zadeva, ne. Da bi v službo ali pa bi celo obvezno dali. 1 uro imate gibanja, prisotnost se, to. Je pa res, da okej, dobro, mi že imamo zdaj več možnosti, no. Nekam do Celja imaš od bazena, tenisa, več imaš zvrsti, ne. Aerobike, ni da ni, vse že imamo, ne. In pač, ne vem, to bi jaz dal v sploh to, kar ni državno, pač v ta podjetja, da 1 uro, glej, pogodbe noter. Zakaj? Zato, ker je on pač zaspan, on se zredi, po 3 letih meni na firmi je skozi zaspan, nima več storilnosti, enake, nima nič, ne. Križ ga boli, imamo fitnes, imamo masažo. Ne, v čem je problem? Pač en del tega tudi, no. Je pa res, da pač vsak bo rekel, ja, pol pa hočem, ne vem, več, rajši imam več denarja, ne, ko pa neko storitev. No, firma ne more delati, če bo, ne vem, če bo en poškodovan, tako kot na fuzbalu. Dobiš rdeč karton, takoj si zajebal ekipo. Tako pa en bolniška, pa zajebeš spet ekipo. In to je isto v podjetjih. Ne, in pol se to prenese na druge, ne. Preveč dela pa to in se pol sam krog poslabša, ne, namesto da bi šel gor. To je splošno ono zdaj prepričanje, da bi mogli se malo umiriti, pa šport 1 uro. V bistvu dober point, ne. Ja, to najlažje je to narediti, ne. Zato, ker vsi nekaj so zaposleni, ne. Ena pač malo večja firma, ena malo manjša, ne. Ali pa da se pač udeleževati recimo, ne, lokalnih pohodov, tekov, pojdi malo tja. Pa tudi, če boš dal 20 evrov. Začni to, ne. To je tudi mikrookolje pol, ne, da si ti, da smo vsi v tem. Ker mi imamo preveč dobrin, to sem že prej rekel, ne, in te kar vleče, ne. Razvada je to taka, da Pol pa se v bistvu ko si 2 tedna izbiraš, ti na kavču, ne boš se ostal več. pa se v bistvu kar Ja. razvadiš na, Fejst, ja. hitro ti je ta neko ugodje, a ne. Ne. Pol pa ni dosti to, pa si na kavču, zdaj mi pa PlayStation manjka. Pol pa spet to rabiš, pa rabiš to, pa ti PlayStation dosaden, pa dajmo zdaj filme kupiti, pa bomo filme samo gledali. Ali pa bom zdaj si kupil pa nekaj drugega, eno igračko. Namesto, da bi prvo, da si sposoben vseeno, mene bi ful motilo, no, tudi drugim rečem. A te nič ne moti? Ne vem, v naši družbi si pa reče, ja, jaz ne bi šel na hrib. Ne morem, ali pa ne vem, ne morem, ne pridem jaz na tamle na Gorolko. Če nisi probal. Saj noben ni rekel, da moraš v 20 minutah. Ne, in to pač, meni se bi to zamerilo life, da jaz nisem sposoben nekaj, ko mene nekam povabi, recimo. Ali pa neka skupnost, da bi nekaj probal. Ali pa se pač kot prostovoljec noter, a veš, pa pojdi tam, pa pomagaj malo ograjo postaviti, pa ne vem, pripraviti kakšne napitke, pa to, pa bo vzdušje, pa boš videl ta vibe, kar te nafila, ne. To, ker ne greš na prvi maraton nek tak velik, se ti 5 kilometrov zdi nemogoča misija prelaufati. No, in tam dobiš ta feedback, gasa, ne, impuls dobiš na takih zadevih, ne. In pač začneš lokalno. Saj lahko greš sam tamle ti malo shoditi, pa sprehod ob Savinji, pa to. Ampak nimaš, ker spet si pol, greš ven iz sociale, ne. Če si preveč v sebe noter zagledan, pa sam na sebi delaš, pa vse individualno, ne, boš težko pol
tudi na neko tekmo šel, pa ker je preveč to unga hajpa, ne. Je pa ta hajp res ono, tako bi, ne vem, karkoli, cuker pojedel, ko te pol zbudi, no. Veš, dobiš malo energije noter, ne. Lokalno to, lej, lokalno pojdi ven, no. Ziher ima en kraj nek tek, ali pa karkoli, pohod. Šah, odbojko, rekreacijo, vsi imajo, ne. Greš nekam, začneš. Je pa to problem, ja, pač, ko je lažje izgovor najti, nimamo cajta, nimamo varstva, nimamo to, ja, pa jaz ne smem tja, pa jaz ne smem tja. Zakaj? Zato, Ampak ker to se v bistvu spet vrneš, lahko na vrnemo pripravo. k želji, a ne. Se Ja, pravi, ja, če ja. si želiš, ne, pa če ti je Imaš to fajn, ne, možnost. lahko Ja, vse ja. najdeš, ne. Malo se Pa sicer ni moraš treba, prilagoditi, ne. malo, ja, ampak pač je pa zato najlažje pač dati si ure, ne. Saj ne morejo vsi k meni hoditi, ne morejo vsi hoditi, ne vem, k tebi, ne morejo vsi hoditi tam onmu drugemu, ne morejo vsi v Celje na bazen. Pač vse več opcij, ne. In pač je možnost, ja, ampak more folk iti ven, no. Zato, ker pač jaz bi šel sam dol, no, recimo, brez družbe. Dol, dol, dol. Tudi tako te žene, nek mal cilj, aha, pa to še nismo dosegli, pa zdaj smo to prestavili, pa smo to povečali, pa zdaj bi še to, pa bomo še nekaj dodali. Po pa smo tudi nagrade. En 20 kil, drug 20 kil. Vsak let imam koga takega, pa ne enega več. Pa da on koleno si zrihto, pa ramo, pa otroci pridejo, pa je takoj boljši na treningu. Čez poletje par treningov, pa gre naprej nazaj v klub. To ti pol šteje, ne. Ker ni nobene filozofije, ni, da bi mogli neke akrobacije delati. Vse gre lahko ful naravno, no. V bistvu ful enostavno, ne. Ful enostavno, ampak je pač preveč je teh triggerjev, ne, odzadaj. Tudi, Ja, tako sem rekel, motivacija niti cash ni več. Sploh pri takih, Jaz recimo opažam, da ta dopamin, ne, ali pa recimo to, ki izgine. ja, ne, v bistvu dopamin dobiš drugje, ne. Ja, Ne. Recimo imaš, recimo zjutraj, ne, če že greš z užitkom, se zbudiš, ne, pa nekaj pričakuješ, ja. dopolniš, ne vem, scrollaš po Instagramu, po TikToku pa tako naprej, a ne, mine 1 ura, 2 ure, a ne, tega užitka že dejansko zjutraj dobiš, a ne, avtomatično nimaš pol več motivacije, a ne, Ja, da bi ja. dejansko to prišparal na večer, pa si v bistvu zvečer ta užitek doživel, a ne. In ta dopamin je tisti, ko ti v bistvu jemlje motivacijo, da bi v bistvu šel, ne. Pač you need to be on court to be in play, ne. Ja, ja. Se pravi, moraš iti Moraš na teren, moraš Ja, biti ja. znotraj nekega kroga, da se ti v bistvu sploh začnejo stvari dogajati, a ne. Ker dokler nisi, a ne, niti priložnosti ne dobiš, niti ne spoznaš ljudi, Ja. niti kroga ne razširiš, a ne. In iz tega vidika imaš pol omejitve, a ne, in ke si jih pol sam zapiraš, a ne. Tehnologija ti pa ful pomaga, a ne. Veš, da, Imaš ful veliko možnosti, da danes nekaj ne narediš, a ne, pa bi v bistvu lahko, ne. itak. Se kako je pa recimo s prehrano, ne? Kaj pa recimo, koliko je pa v bistvu prehrana je fejst pomembna, ne? Kako v bistvu prehrano prilagoditi nekemu načinu novega življenja, a ne? Se pravi, neki novi rekreaciji ali pa nekemu novemu stilu, a ne? Ja, prva stvar je, da se tukaj je res organizacija, tudi pokaže tati, ko so pol recimo nadpovprečno pripravljeni, no. Tako telesno, ko nima problema s tem. Pa ni važno, 5 otrok, nobenega otroka, služba gor dol, organizacija, ne. Zato, ko najhujše so te hitre odločitve, ne. Ker se tebi ni ljubilo 2 minute zrihtati, pa so pol usput pekarne in ti to pol navado pride, ne. In se spet zastrupiš s tem stilom, ne. Takoj se zastrupiš. Kakor si sam, fajn se je sam pripravljati. Ker tam se tudi umiriš, imaš tistih svojih 15 minut, pol ure. Ne, ko si rižotko narediš, testenine, karkoli, ne. Pa da kupuješ pač čim manj predelano zadevo. Ker pol je tudi energijski vnos drugačen, ne skače ti toliko, no. Kako to misliš skače, recimo? Energija ti ne skače, ne. Ti, če ješ to predelano hrano, ne, se ne vem, za 2 ure, pol ure si ful dober, pol pa ja, hin. Presnova, ne. Hranilnih živil ali pa brez hranilnih živil, ne, je ful velika razlika. Daš kako primerjavo, da si to Ja, lahko recimo, no, lažje predstavljam? ti, ne vem, poješ te testenine brez kalorij, ne,
To najhujša zdaj, ko bi rekel, prevara. Testenine si ti pojedel, možgani so to zaznali, nekaj si žvečil, malo se želodec zbudil, pa ni noter ne vlaknin, ne beljakovin, ne hidratov. Avto zgubi, ne, se pravi, tako bi ti lučko ugasnil za benz, pa se še kar vozil. Vse še en cajt bo šlo. Po pa ugasnil telo. Po boš se pa začel trest, boš pa hotel še cuker, ali pa rogljiček, ali pa politanke. Jo, zdaj pa nimam cajta, zdaj pa šel kar tamle, pa bom si kupil tole. Od McDonald'sa ni, da ni, ne. Nivo sladkorja se ti ful spremenja, gor dol, gor dol, gor dol. Ko imaš ti redne obroke, polnovredne, pa tega ni. Ne prije do teh preskokov. In to najhujše. In to tako malo potrebno, samo da končaš s to predelano hrano, da čim manj tega kupuješ. Pa malo priprave, ne rabiš nič. Ampak ljudje so spet tak. Ti gledaš televizijo, TikToke, same Masterchefe, to 1000 enih jedi, ne. Dejansko, zdaj če jaz tebe vprašam, kaj si jedel zadnjih 30 let? Si pojedel 1000 jedi? Ja, nisi, ne. Nisi, ne. 35 jih ješ cel let. Tako grobem. Pustimo nekaj, ko greš kam drugam ali probat. Ampak doma ne ješ druge. In ti nič ne manjka. Samo preveč se komplicira. Samo osnovo hranilnost živil, da poznaš, če ne veš, ti lahko vsak svetuje, to zdaj že je dosti tega preučenega. Ampak si moraš to pač v zakupu vzeti. Da ne boš dobil 8 različnih obrokov tako enih hotelu na dan. Pa še hotelu veš, ko bo spet v petek. Ne? En teden mine, točno veš, ko bo v petek spet tam. Zato, ker ti v hotelu si en teden, pa greš ven, pa prije drug gost. Oni tudi nima enih tatih menijev. To je samo za možgane prat, ne. In manj, ko bi se s tem obrenovali, ful bi bilo lažje. In je tisto, kar ti je dobro, samo v pravem ravnovesju, ne. Po pa rečemo, to bi bilo še fajn dodati. In imaš, ne vem, 10 živil, pa lahko jih cel let ješ. Pa nobene, manj stresa, manj vsega. Ne, da ko se vstaneš ali pa poješ zajtrk, ko bomo pol jedli. Študiraš, ko bomo pol jedli. In nič, tako, kaj rabiš? Kar ti je všeč. Ne. Vse ostalo so pa tudi pač dodatki prehranske, ne vem, predelane zadeve, kar se tiče, ne vem, sladkarij pa čipsov pa slanih, ne. To pač to ne štejemo v glavno hrano, ne. To pač si ne kupiš, nimaš doma. Na ta način, ne, da se temu izogneš in pol si ful lahko bolj reden. Ampak to samo organiziranost dosti pomaga fejst, no. Kako bi se pa recimo organiziral? Ja, eni, ko imajo, ne vem, ko niso meni s časom, lahko greš vsak dan po svež meso v trgovino. Ali pa neke sestavine, ne. Eni se pač morajo kupiti za cel mesec prej, ne vem, pač daš malo v skrinjo, pa hladilnik, pa v zimnico, pa to. Eni si pa celo gre tako daleč, da si v nedeljo skuha, ker ima pač 4 ure viška, skuha, to te mil prepe si narediš in to je to. Ne. Edino, če imaš možnost ven iti jest, ne. Eni lahko grejo 2-krat, 3-krat ven jest. Ampak tudi, da tam pove, ne, problem je pa, ko se odzunaj je, ne, je pa energijska vrednost ful večja, kot doma pripravljena, ne. Zakaj? Zato, ko itak mora biti dosti pečen, dajo več olja. Vse posod. Ni v bistvu pravih žarov, ni, mogoče tudi kvaliteta ni taka mesa, ko bi si ti kupil za 3-krat manjšo ceno. Ne, to je pravo, ne. In pač je tukaj ni hranilna vrednost, ne more biti ista. Je veliko slabša, plus kalorijski večji vnos dobiš, no. Pa je malo masla. Noben problem ni, ne v olju, ne v maslu. Samo če ga znaš uporabljati v razmerju, pa časovno, ne. Ampak samo naravna živila. Recimo uporabljati na kak način? Ja, ne moreš belo olje si gor po solati olivati, 2 deci. Aha. Ali pa tudi bučnega, ne. Spravi razmerja. Ja, razmerja, pač količinsko, ne. To je to, pa da boš pojedel, ne vem, rajš celo stegno kupiš, ne, pa si naredi z njega, kar hočeš, ko pa zapakirano pleskavico, ali pa čevape, pa ono, pa tretje. Boljše iti mesarju, da ti zmleje pred tabo, pa ti naredi čevape. Jih boš danes porabil, ne. Oni bojo crknili jutri, če jih boš zunaj pustil, ne. Oni, ko so zapakirani, to pa lahko pa en teden noter posod, pa že veš, da je nekaj dodan zraven, ne. In energijska vrednost ful pade njim, vsakemu živilu. Dlje kot časa, ko stoji, ne. Tako da to je pač, to je problem, no. Recimo en zelo dober dokumentarc na RTV Slovenija je bil o predelani hrani. V našo grupo sem v bistvu noter dal takrat, pa zdaj mislim, da ni možno več ga pogledati. Bom probal najti link, pa ga bom dal noter v... Enkrat sem že nekaj gledal. Kako prehrambena industrija spreminja navade človeka, a ne? Zato, da dejansko ne gre več v
tako kot si rekel, a ne, naravna živila, a ne, se pravi polnovredna, a ne, ampak gre v bistvu vse v sneke noter, a ne. Ja. Samo zato, da dejansko si ti na hitrico nekaj poješ, zadovoljiš tisto potrebo v tistem trenutku, a ne. In kako je v bistvu celoten marketing, testi, se pravi vsi neki dejavniki so v bistvu bili tukaj noter dani, da si ti navado spremenil, a ne. Ja. In takoj, ko ti navado spremeniš, a ne, ti enostavno zelo težko prideš spet nazaj, a ne. In spet prideš do te točke, da potrebuješ disciplino, navado, neke usmeritve, a ne, da to sploh spremeniš pa narediš nazaj v ta nek okvir, a ne. Tako da v bistvu zmeraj vse izvira iz navade, ne. Ja, reprogramirajo te, ne. Ja. In to je narejeno. In pol si addicted od teh zadev, ne. Ja, ker ima pa tudi v bistvu, je tudi v bistvu nivo top užitka, a ne. Ja, Se pravi, ki je okus, ne, da ne gre da ne naredi overwhelming, ne, tudi, a ne, mora biti v bistvu tisti pik, ne, kar je najboljše, a ne. In se s tem recimo tudi merili možgane, kako so se odzivali, ko so dejansko dobivali te vnose, a ne. In so določali, kje je ta pika, ne, aha, tole je idealna mera okusa, a ne. In na ta okus so vsi in čipsi in Vse isto. tablice proteinske recimo so Itak. tudi iste, a ne. Vse dejansko deluje v tej smeri, a ne. V bistvu zelo dober dokumentarc, upam, da ga bom našel. Saj kaj pa je recimo, kdaj si se recimo pa ti odločil, da zdaj bi pa v bistvu v fitness, se pravi, da je fitness tisti, ki je recimo ključen, a ne, recimo v tvojem primeru, a ne, ali še kaj drugega zraven? Kako imaš, kako si recimo mindset postavil, da si rekel, nič tukaj noter vidim neke priložnosti, da ljudem pomagam, ne? Ja. Pa zakaj recimo Zato, ta ker je smer? vsaka osnova športa, ne, pa meni v bistvu pol fitness ful pomagal za rehabilitacijo, ne. In tudi na ta način. Jaz pač imel tudi veliko strokovnjakov, ne, v tistih obdobjih pol. Od ortopedov, teh, ne vem, doktorjev, kineziologov, vse, ne. Športnih doktorjev. In to je to. In pač nič drugačnega, ni bližnjice, ne, za šport. Če ni fitnessa, če ni telo pripravljeno na to, no. More biti. Tako da to pač me, ne, in tako, ko si rekel, ne, lahko pol postavim, ne vem, argument, zakaj mora trenirati. Zato, ker danes ima 8 sekund na 100 metrov, ne, jutri bo imel pa, ne vem, čez pol leta bo imel pa 7,7, pa bo en korak pred nasprotnikom dobil žogo. Eksplozivnost, ne vem, pa še vzdržljivost, da bo lahko 10-krat ga prehitel. Enkrat mu bo šel, pa bo dal gol, ne. Če pa on ne bo hitrejši od onega, pa pač ne bo prišel do žoge, ne. Sploh pri teh zadevah, ko je žoga zraven. Dokler ti nimaš žoge, nimaš kaj narediti. Lahko si samo pripravljen pa čakaš, ne. In tukaj je pač, ne vem, fitness je največ, no. Vsi športi. To je iz kar se tiče olimpijskih športov pa tega, to je pač osnova, no. Vsekakor razmerje pa držati recimo potem, ne. Je to pa odvisno Da od ni posameznega. preveč, ne. Od posameznega športa, ne. Zdaj že zadnja leta, tudi to, ko hodim dol pač na te konference, kondicijske pa to, no, tudi ali pri nam ali pa tule, tudi v Zagreb. Ko ti pove, ne vem, od Nadala, trener, Federer, par takih zadev, ko so zdaj meni samoumevne, ampak širši publiki pa ne, ne. Pol vidiš, da je to prava pot, ne. Veliko je teh trenerjev izkušenih, ko so naredili ta bolj športnike, ne. Da pač kaj je treba delati, ne. Saj recimo, kaj bi bilo to, recimo konkretno? Ne vem, recimo, da še dam en primer. Recimo, eno fizika, ne. A veš, on ga mora biti pripravljenega, ne vem, imeti priprave, da bo za nek mester top. Ne, če bo oni zamudili s pripravo, bo on, če bo imel srečo, bo prišel v naslednji krog, ne, ali bo pa prepozno pripravljen, ne. In pač ga bo en izločil, ko dejansko ga ne bi smel izločiti, ne, recimo. Ker ni priprava bila prava, ne. In to so vse cikli, več cikli in to pač za olimpijske sploh, ne, to so priprave take, da vse bolj lepo povejo, 4 leta trenira za 10 sekund. Ne. Meni pa folk pride, jaz bi v enem mesecu 10 kil dal dol. Zakaj? Pa nima veze s športom, pa ne gre nobeno tekmovanje pa nič. Ta mindset, ja, to, ko si rekel, ne. Zato je šport fajn, ker ti lahko odpre od A do Ž, ne. Ne samo površinsko gleda folk to, ne. Vsi bi mogli dejansko, najboljše bi bilo, da bi vsi imeli šport. Ker šport je všeč, gremo od A do Ž.
Ker tam bi se sam naučil, ne, pa videl, ne, to. Ful je težko to pač nekomu kar tako dati. Jaz sem istega mnenja, da včasih je bila vojska tista, ne, ki je Ja, mi okej. dala recimo disciplino, Pač, ne. ja, Zdaj pa jaz sem sicer mnenja, da bi v bistvu čisto vsak otrok mogel iti v nek šport, pa tako. v njemu ustrajati, a ne, se pravi leto, 2, 3, 5, a ne, da dejansko dobi disciplino, da dobi ustrajnost, da dobi to neko željo, a ne. Saj se lahko pol tudi, ne, Ja. greš mogoče enega pa drugega, a ne, kar ti je v bistvu boljša, ne, ampak Tudi za kader, ne, ta strokoven, pa to bi bilo veliko bolj za nas, recimo, tudi kjerkoli trenerja, ne. Ne, da se ti na pol leta ali pa na 3 mesece menjajo, pa bi neki, pa ne bi, pa ono, pa tretje. Ampak tako kot sem rekel, od 1 do 4 leta, da je nek cikl, ne, da imaš postopoma tega prilagajanja, učenja, sposobnosti, ne, in bi pač na koncu bi lahko bili vsi špartanci. Ampak zaradi zdaj tega okolja ne gre več to, ne. preveč izbire. Preveč izbire, ja. En reče, ko bom jaz tak, saj imam milijon. Saj imam 2 milijona, imam 3 bajte, ko bom jaz zdaj fit. Ne, ta mali tudi, ja, saj mi ati vse kupo, saj se me lupiti na trening. Saj pa pol šel, ne. So pa pač, tako sem rekel, je pa po drugi strani pa preveč željnih tudi, no. Tiste pa preveč željnih. Od staršev, Mhm. da otroke preforsirajo, no. Tako si rekel, fajn je imeti, ne, pol pa se pač nekaj vržeš noter, ne. Se kako recimo date na svet takmu staršu, recimo, ne. Ker v bistvu lahko rečeš pa na koncu je starš tista, ne, Ja, težava zaradi tega, ker ja, forsira otroka, a ne, tako. pol se otrok mogoče nima več te osebne želje, ne. Tako si rekel, in pri 14, 15 nekega pa zgine to. Starš bi mogel dati pač, zaupaš prvo na sistemu. Še vedno ima starš možnost ga drugam peljati v kak drug sistem, ne. Ne, če ti tukaj ni všeč, če ne zaupaš, če se ti zdi, da je premalo za tvojega otroka. Ne, je pa fajn, da bi se pa imeli, ne vem, več teh sestankov pa pogovorov, ne. In s trenerji, in s predsedniki, in starši, ne. Se vejo vsi, ne, zdaj pusti otroka na mir, pripelji ga tja, spodbuji ga ali pa pojdi domov, če se boš ti bolj pameten kot trener tam. Pa ko pride v avto, pa mu kar govoriš, tole ni, tole ni, tole ni, ne. Rečeš mu, bravo, naslednjič boljše gremo. Ni tvoj del, ne, zato ga k meni pripelješ. Tebe, ne, ga pripelje, da ga učiš nekaj. Ker tudi, se pravim, veliko bolj nam zaupajo otroci kot doma. Saj veš, da vedno so bili doma najslabši. Babico si rajš poslušal, teto, strico, vse si rajš poslušal. Samo doma ne, ne. Tako je pa v športu, je pa res to, no, isto. Otrok bolj zaupa enemu nevtralnemu trenerju, tudi če ga daj tam krega, pa to se, zdaj, okej. Se zgodi, no, da je mogoče od 20 enega otroka pač bolj to prizadene, ne. Ne, če mu trener kaj tako reče, bolj na šarf pa to. Ampak ne zato, da bi hotel slab. To je spet, tako sem rekel, da smo spet pri ekipnih športih, ne. Da ni odvisno od enega vse, ne. Tako da bi tu starši mogli pač, ja, okej, pusti ga, ne bomo nič, uživi, se vidimo pol, pridemo navijat. Na ta sistem, ne. Da dobi otrok to Ja. spodbudo pa Pri meni je dopaminsko bilo tako bombico, v ne. redu, lej, to sta z veseljem, to s ponosno, a veš, hodili, gledati pa vse. Ni bilo ono, da se ti bo dol drl. Zdaj pa to včasih nemogoče. Zakaj ga nisi dal na krilo, zakaj se dere dol na trenerja. Otrok, to vse sliši dol. Še preveč. Prej nam bilo nerodno, ne, ko so te hodili gledat, ko pa da bi ti težili, ne. Zdaj pa ni neroden, ampak so ta stari pač, no, kar posebni. Ker na koncu, se pravim, dokler ti nisi na neki državni ravni, pa pol evropski pa svetovni, je to nepotreben stres. Ne, zato. Jaz sem si to želel, pa sem imel smolo, eni si pa sploh ne želijo, pa jih forsirajo, pa grejo nekam, pa glih tako ne pridejo naprej, ne. Recimo, starš pa izgubi živce zaradi tega. Tako bi rekel, ko so sami neuspeli, no. In zato je pač ta fitness pa ta zadeva, ne vem, za splošno populacijo je lahko oboje obravnavan, zato sem to pol se bolj odločil, ne. Če si bo hotel priprave imeti, jaz smo z enim Gregorjem tule z Lotkove delala. Za rokomet priprave lepo 2 sezone, so bili mladinski evropski prvaki, čez poletje sem ga jaz imel, noben druga ni mogel trenirati, ker se je kregal, Mija sva pa z njim bila
ko brata. Pa sem se mu malo podredil, pa ono, pa tretje, pa gremo. Pa MVP igralec bil pa vse. No, zdaj ima pa še lepo kariero, gor lepo na Madžarskem. Bil na Švedsko šel, takrat, po tistim takoj, prestop naredil. Ne. Lahko pa enega, ko pač bo hodil, tako sem rekel, daj sam, da me nekaj ne boli, nič ne boma hujšalo. Ne. Tu je pač meni bila ta ideja, no. Pomagati najbolj osnovnemu, pa vrhunskemu športniku. Ker toliko sem pa dal čez, pa izkušenj, pa res pomagal, pa tudi imamo, ne vem, se pravim, to je kar uspeh, ko enega tajega spraviš nekam, no. Se kako pa recimo to lahko na otroka vpliva, recimo, da starši preveč forsirajo otroka, ne? Kako recimo, ne vem, si videl več teh vzorcev, recimo, kaj se je potem recimo z otrokom zgodilo, ne vem, a je imel nemotivacijski mindset, recimo spet lahko gremo v mindseta, ne? Ja. Zdaj, če si ga ti vzgojil pravilno, a ne, pa pravilno motiviral v otroštvo, a ne, je te navade prisvojil vse, pa ne vprit, a ne, in jih je potem tudi skozi celo življenje recimo nekako imel, kaj pa recimo, če je bil preforsiran, a ne? To od čega vidiš takoj? Kot V naprimer. mimiki ga vidiš, da ni on, da bi si sam to želel. Vidiš ga po mimiki. To ne more skriti noben. Ne. Prav vidiš ga, ko stisne glava, pa jo, pa spet, pa ni ono, ko bi rekel, daj, a me boš jutri spet peljal, ne. Moraš kar pa reči, daj me, a me spet roko peljal, ne, je bilo fajn. Da sam to dobi, ne. Se pravi, on ga ni preforsiral, ne. Samo rekel je, fajn bi bilo še dodaten trening narediti, ne. Ne, pa ti boš šel na dodatno uro, pa to dodatno uro in pol je spet otrok, nič nima svojega lajfa. Tako bi bil v šoli, a ne? Ja, saj vsak bo rekel, saj ti ne rabiš lajfa, če hočeš biti Messi, Ronaldo, ne. Koliko ne itak, da imajo oni lajf. Pač imajo družinski lajf, ono tretje je podrejeno, ampak, ne. Glih tak je to lajf. On lahko gre glih tak za praznike, pač pri teh mlajših selekcijah domov za božič. Samo pač ne rabi jesti 6 dni francoske, ne, ko ga a veš, pol se že mora vedeti, ne, če boš ti imel otroka tako sposobnega na nivoju, pač da je tudi prilagojen to, ne. Domača scena, da je okolje, da je prilagojeno, ne. Pač glih tak ima lajf, pa je to njemu pa lažje, ne. Pač tu mi nismo imeli te podpore, ne. Kar je za jesti, je za jesti. Kar si pil, si pil. Treniral si v tistim, kar si lahko. Se pravi, tudi komunikacija je tista, Ja, veš da. ključna, ne? Tudi, ja. Eni so tako, no, recimo, da so povezani, no. Veš, tako bi rekel, ta dva sta pa skozi skupaj. En foter pa sin. Eni so pa navidezno, ne, skozi skupaj, ne, in to točno vidiš, folk. Kako to misliš recimo navidezno? To, ko sem rekel, ne, dva sta povezana, sin pa foter, ne. Dva sta pa povezana samo za publiko. Ne, noter pa nič ne štima. Ker si foter to želi, ne on. Tega je največ, no, res. Ker težko je pol tudi sprejeti to, ko te, ne vem, verjetno kot starša prizadene, da zdaj bo pa otrok to pustil. Ne. Ti si ga 10 let tam nekam vozil, ono, tretje. Ja, zdaj pa ne bom. Samo je veliko boljše to, no, da pač otrok raste čez šport, kakršenkoli. Ker imamo več, širše družbe imamo, ne. Zdaj z računalničarji nič ni narobe, recimo, ne. Samo to je že krog omejen. Škoda to dati pri 8 letih nekam za eno mizo. Ne, glih tako naj gre malo, no, okoli. Zdaj pa pač svet je tako predstavljen, ne, da zdaj bo itak računalniki, da zdaj bo vse, da bo to, da bo roboti. In pač, ne vem, čedalje bolj temu gre, ne. In meni pač je to hecno, da jaz moram 12-letnika učiti, kako se laufa. To je pol ti žalostno, no, pa mogoče tu kako motivacijo, ko si rekel, kako naj motivirajo se, ne. Rekel, le kako tečeš, a ni boljše takole? Malo spremenimo tole, na ta način, zdaj pa lažje, ne. To se zdi se male zmage, ko si rekel, ko pride k meni, da mu spremeni, dejansko, samo praksa. A bi se strinjal s tem, mislim sicer to nekje slišal, da otroka bi v bistvu v začetni fazi, se pravi, ko je, to je 5, 6, 4, ne vem koliko, ne, da bi ga dal v bistvu najprej v atletsko šolo, da ga naučijo teči. Mislim, a bi recimo, kako bi recimo otroka spodbudil, oziroma da bi pravilno tekel, ne, ker težava je, da če
ne znaš teči v športu, a ne. To, ja, se No, pravi. pol se ti tudi motorika ne more naprej pravilno razvijati, ne. Zato, ker ne gre na strokovni kader, ne. Ker kar pustijo teči, ne. Športi tudi nimajo cajta, tudi, ne, recimo. V individualnem športu mogoče, pa še to, ne. Pri tenisu te naučijo tehnike teka. Osnov, ne, se pravi, to je ta osnove gibanja, ne, bi mogel res imeti vsak otrok čez, kar v mali šoli. To jaz ziher strinjam. Tam od 6 do 10 let, če se on ne bo naučil, bo ful težk. Ne, prej se on ne igra, pa malo, pa ono, pa tretje. To ni problem. Ampak ko ura, ne vem, tekaške urice, ne vem, za otroke, karkoli labi, vse bilo to. In bi lepo, ker če bom šel čez oviro, bo on dvignil nogo, drugače ne bo dvignil. In pač čez nekaj ne moramo iti. Ne more on kar videti enega tekača, zdaj pa jaz bom isto šel. Ne, z ofircem se pa da, drill. Sploh mišice, ne vem, karkoli. To je 1000 in 1000 ponovitev. Da pol se ti lahko nekaj v nečem dober. Se pravi, v bistvu je bilo ful smiselno, da recimo pač atletiko so, ne, kot pedagogi, ne. Da so recimo v šoli že tudi strokovni kader, ki naučijo otroke v osnovi. Se to je vedno pol problem pri kadru, pa kešu, ne. Veš, tako si rekel, če bi jaz bil trener. Ja, jaz ne morem za 300 € delati, koliko vse zdaj stane. Pa lahko to pač U15, prva liga, ne, Celje recimo, da bi tam bil, kjerkoli, Maribor, Ljubljana, ampak s tem se ne moreš preživeti kot trener. Pol moraš spet nekaj druga imeti še zraven. In pol boš spet ti v bistvu en za, ne vem, 20 do 25 ljudi, ne, otrok. Mogoče kak pomočnik, spet je to premalo ljudi, ne. In tu se pol začne individualna zadeva, ne, iz fitnessa. Tu ful lažje individualno prilagajaš vsakmu, ne. Pri skupinskih športih ne moreš. In tam se pač uspeh išče in to je začaran krog. In zato pač milijon nogometašev nas nima sreče, da en Ronaldo pride. Pa spet nov cikel. Ne, da je to, ki stopa, recimo, ne. Vse ostalo je pač igra, biznis. Zdaj, sploh. V bistvu že včasih tudi kar malo bolj show biznis, ne. Ja, se to tako ali tako, ne. Zato ni pač več onih, tak, ne, teh maestrotov pa to, ko ga gledaš, ne. Koliko ljudi tenis špila, pa samo 3-4 se govori. Ne, ker vse drugo je pač šola, ne. Ni onega šmeka, ni nekaj tekle, dajmo, da nekaj več od drugega. In to pač s tem se to ubija, ne. Je pa res, da je pa zdravje, no, pa hitrejša igra je ful, ko je bilo včasih to. To je vse, več naporov. Ne, tudi tekme so se povečale, ne, za 50% na sezono, ne. Glih zaradi show biznisa, tako si rekel, mora biti, ne, skozi. In pač Pa je tudi v bistvu več poškodb, ne. več poškodb, ne. Hitreje Ja. zamenljiv kader, mislim Itak. pač Šlo športni. tisto ima cash, ne. To pa pri malih pač ni, ne. Kako bi recimo recimo kak predlog bi dal, pač zdaj lahko malo gremo tako, ne, da recimo bi vsak imel možnost tudi brez recimo denarja, a ne, se pravi teh možnosti, da dejansko pride do nekega dokazovanja, pa da ima vsak otrok možnost se dokazati, pa potem nekako najde mogoče agenta ali pa Ja. nekaj, a ne, da dejansko lahko potem se razvija naprej. Saj vsi ne morejo biti Ronaldoti, ne, to je jasno, ne. sej, En bo v bistvu pol to vzel kot nek hobi, pa tako. mogoče mu bo motorika, neke navade, disciplina, a ne, v bistvu veliko nekih stvari dobiš ven, a ne. Zdaj, kako to približati, pa reči, da imajo vsi enake možnosti, a ne. Se pravi, to smo zdaj spet pri lokalne, ne, zadeve najprej. Itak pač državno, ne, ampak lokalno lažje, ne. Državno mora biti razpisi, pa ni da ni, ne. Pa tem smo zdaj vzeli več, pa zakaj zdaj tem toliko, ne. Lokalno bi se lahko začeli, ne vem, lahko bili mi prva občina, recimo. Da je vsako soboto 2 ure, ne, recimo, na igrišču 5 nekih dejavnosti tam, brezplačnih. Saj je teh veliko, ne, tudi jaz sam neke brezplačne delavnice delamo. Ampak kaj je fora v teh brezplačnih delavnicah? A je nekomu neroden? Ali misli, da ni isto vredna, recimo, ne, da ni strokovna pomoč to? To je res ono, ne, in pol dvomijo, ne, v to. Ali pa nimam cajt, da se ni nič, ne. Tako za šolo pa recimo, ja, kaj bo on zdaj tam hodil, saj to je samo enkrat. Ja, s tem se začne, ne.
pa se bi komot nek program naredil, tako se rekel, vsako soboto, pa na pol leta, je pa nekaj mini tekmovanje s teh 5 disciplin. To je čisto einfach narediti. Sploh, če imaš, ne vem, nekoga, ko bi to hotel, no, infrastrukturo, pač treba je dati denar. Tudi se ni problem, če bi to pol bilo na dolgi rok neka fundacija, ne. Ampak vse to prije prek sponzorjev, ne. Jaz bi tudi pol rabil sponzorje, da bi jaz zastonj delavnice delal. Ne greš vsako soboto zastonj stati pa razlagati, da ta cajt, ko bi lahko zaslužil, pa rastel, pa ne vem, pa fitness obnavljal, povečal fitness, karkoli, ne. Še za drugim omogočil, ne. Zato so pol te fundacije pa to, ne. Samo ne gre tako hitro, ne. Ampak to bi občina lahko, ne. Saj je več stvari verjetno brezplačnih, ki obstaja. Ja, se v bistvu to je dan za športe, recimo, Ja, ko no. ga večina občin izvaja. Ne? Ampak je problem, ja, ko je en dan, ne. In je tam nestrokovno, ker je premasovno. Ni strukturiran plan. Je v bistvu samo Mi bi rabili tekmovanje v 6 bistvu, ne. ur, ja, strukturno imeti. Tako atletsko tekmovanje se ve, kaj se dela, gasilsko tekmovanje, vse to vse struktura, pa vsi hodijo. Ne, tako bi pa isto bilo, to je bilo ful dobro, ne, recimo na ta zadeva. Jaz sem to isto, tako ne vem, sanjaš, dobiš milijone, pa en reče, pa kaj si nor. Rekel, ja, jaz bi naredil tak center, tako glih zaradi takih zadev. Pa ti bi lokalno naredil boljš, pa vse, pa bi pač pri nam bili trenerji, vse bi plačali, sponzorje, saj imaš pa ljudi za to, ne, da bi ta razvoj šel, ne. Ne kar tamle na Bali sedi dol. Dolg cajt bi mi bil. Ne, če bi imel to možnost, bi jaz to takoj naredil. Vse lahko se začneš pogovarjati, pa nekega spodbujati, ne, recimo, lokalno skupnost, dajmo probati to narediti, ne. Ker dejansko na ta način tudi v bistvu ta dopamin začneš dajati v družbo, ne. Ja, ja, To so te mali koraki, ki so konstantni, ne. In potem veliko več ljudi dobi veselje do nečesa, a ne. Najde neko nišno ali pa ne nišno ali pa skupinsko, a ne, Ja. vadbo. vse tako si rekel, ne. Zdaj neko možnost imaš, ne vem, 5 športov bi predstavili, recimo, saj ne moreš vse naenkrat. Ampak to, kar je v bistvu, tako si rekel, zastonj, ne, da je na odprti mogoče. Dvorano se že da riskirati. Ker drugo gre pa vse v klube, ne, recimo, ne, in pol klubi to zasedajo, pa že tako ni keša v klubu, ne. Mogoče pa res eden ne hodi glih zato, ker je predrag. A na igrišču najboljši tam, ko gre popoldan. Ne more pa trenirati. Ne. Tudi če bi sam zvedel za kako tako zadevo, pri mlajših, ne vem, bi ne vem, z mesečno lahko pomagal človek, vsak. Vedno bi se našel. Ampak to je spet kratkoročno, za dolgoročno bi mogli biti pa struktura narejena, ne. Da se to na letni ravni izvaja. Pa pol naprej. Pol se pa lahko gradi, ne. In pač en se pol, a se mora žrtvovati za to, ne. Pač, ne vem, jaz nisem v takem stanju zdaj to, lahko so, to večinoma teti upokojeni športniki pa to, grejo te stvari, ne. Imajo še ful sponzorskih pogodb, pa vse, pa ljudi, pa menedžerje, pa zaledje, ne, z denarjem, da njemu 2 ure nič ne stane, če pride tja razložiti. Ja, pa v bistvu vsaka občina ima nek zavod za šport. a ne. Tako, predavati, karkoli, lahko pride vsak, ne. Samo treba imeti cilj, ne. To za male ful pač, ja, tiste, ko res ne morejo, no. Po drugi strani ti je pa smešno, koliko se ne da privoščiti, ne. Ne vem, a vsak dan 6 Kinder Bueno, to koliko to stane. Dobra primerjava. Ja, a veš. Ja, pa kava me noben ne bo vzel. Pa ni problem v kavi. Samo ker ti greš iz kave na cigarete, pa greš pol še na pijačo, pa greš pol še na sladko. Ne. In tam pač zgubiš ful keša, ne. To je to vse pač folk težko organiziran, no. Ne, da bi to bil neki pač, kako bi rekel, šabloni, ampak organizacija je to, ne. Ti si narediš svojo organizacijo. Zato, da bo tebi lažje. Jaz ti nisem rekel, da ti ne smeš, ne vem, ribe jesti. Ali pa govedine. Probam te iz tega, ne, vidika, kar že ti zdaj delaš, sam skupaj sestaviti. Da boš ti ful lažje pa užival pol, ne. Tu je začetek tega, ne. Da ne delaš prevelikih rezov, pa prevelikih sprememb. Ja, eni to siljujejo, ne, zdaj moraš pa to, pa to, pa to moraš, ne. Sem rekel, da se to narediti, če hočeš, mesec reseta. Samo to ni mislim, ni v moji želji to, ne. Jaz sem zato, da ti dokažem, da imam jaz prav, če ne zaupaš. Recimo, ne. Če ni dosti,
da so ti, ne vem, že 100 ljudi rekli, pej tja, če te še to ni dosti, ne. Je pa res, da če se on ne preda, pa če ni iskren, tu pa na velik problem nastane, ne. Veš, zadnjič smo naredila 10 sklec, ti prideš čez 2 tedna, boš rekel, škoda, ne morem sklece. Koliko, če si jih že naredil? A si jih pozabil zdaj? To je ponovno jebanje, prcanje. Tega je ogromno pač v rekreaciji, si pa v rekreaciji, druga stvar si pa ful folk privošči to, no. Da te včasih poniža pa na ta zadeve, veš, no. Kar pol recimo, če je bilo to pri klubih, športih prav, ne, je težko, ali pa tako v ustanovah pa to, ne. Te podpirajo, pa gremo pa naprej, ne. Tukaj ti pa nekaj te plača, pa misli, da si njegov. Pa dela, kaj hoče. Noben ne ve na koncu, ko smo že enkrat tako daleč, da od enega nisem odvisen. Tajega ne. Da tamle vrata lahko greš kar ven. Se to tudi počasi že dogaja, no. Se koliko je pa recimo tega, recimo včasih je bilo, recimo pač ta naša balkanska mentaliteta je bila v športu ali pa v trenerstvu dosti taka šarf, ne, se pravi, je bilo to na hard, ne, se pravi, vse je bilo disciplina, trener se je drl na tebe, a ne, zmerjal ni da ni, ne, če nisi v bistvu pravilno delal, ne, se pravi, bila ta malo bolj groba oblika, a ne, trenerstva. Tam se mi zdi pa je dosti mehko vse, ne. Je druge metode so, ja. Ampak koliko pa misliš, da so v bistvu to toliko bolj pravilno, ker eni se bojo strinjali, eni se ne bojo, ne. Zdaj, kaj misliš, recimo, kako Jaz sem zagovornik, da se kompromis najde, no. Meni, če odgovarja, da se dere, der se. Mene to nič ne je prezdane. dosti takih, Mislim, ko rabijo to, recimo. bi rabili, ne, ampak pač mogoče ni potrebno, ker gremo za ovinkom do njega. Na drug način, ne. Sploh, če se prepustijo, ne. Jaz redko, jaz to rekel, da to ni pri meni, no. Tudi ve, glej, pač v redu. Ni tega dretja. Sem se sam veliko naposlušal dretja, ne. Ampak mene ne moti, jaz imam rad to. Ne, tudi če grem zdaj, tako sem rekel, glej, od tenis učitelj, ja, ne, smučar, glej, der se, ne moreš me prizadeti. Ne, eni pa to ne bi pasalo, ego ne pusti, ne. Od žensk do moških, vse je isto pol na koncu, ne. Hitro so užaljeni, no. Zato, ker si pač sam ne želi mogoče, ampak je prišel zaradi neke nuje, ali to zdravnik rekel, ali je to zdaj služba rekla, da ne more več, ne, delati, pa gremo, zdaj mu pa laže. Pri meni to ni bil problem za fizično delo, kar se tiče športa, no. To jaz sem oboževal, še zdaj pač. Včasih tudi bi rekel, kak sadomazo varianta. Ne znaš se ustaviti, no, pač delaš, greš, tako telo veliko zmore, no, fejst. In pač pri meni jaz tudi bi rekel, ja, bi bilo fajn, no. Telefone pobrati en teden, pa gremo z mano tamle na Žovnek. Ja, kaj bomo delali, ja, Ramboti bomo prišli ven. In ne bo druge, zato ker ne bo cajta, ne. Prvo se ti bo 2 dni mulalo, pol pa videlo, aha, a ni boljše, da gremo res, ne vem, tole zlagati drve, gremo žag, gremo laufat, bomo tole, bomo sklece delali. Samo ne vem, pač ne moreš ta zunanji svet, ne, težko trgati stran. Ja, v bistvu se živimo v ugodju, a ne, se Ja, nikoli ja, nam ni šlo to, tako no, dobro, to, ja. kakor nam In gre pač zdaj, a ne. Na ta način bi jaz podprl to, da se malo, ampak hitro se ti vsak smili, ne. Saj meni tudi tam v redu, saj je prišel, sam je plačal, glej, sam je prišel, saj ga nisem jaz pripeljal. Ni moj tekmovalec, ne. Je v redu, če ne boš pa 20 vojaških naredil, boš pa 15. Pa ne bi, ja pol pa ne, v redu, gremo na nekaj drugega. Ne. Velikokrat vztrajam, pa razložim, zakaj bi bilo fajn, da vse naredi, tudi če noče, ne. Ne bom ga pa Ja, ker to je tepal. v bistvu dobro za mindset, ne. Ja, Ker dejansko ti, ko rečeš 20 bom naredil, 20 narediš, ne, potem tudi v bistvu veš, da ne boš popustil Tako. to je disciplina. pa tudi pol vidiš, da si sposoben, ne. In to so tiste mini nagrade, ne. Ko reče, saj se mi nič ne pozna. Ja, a si lahko naredil v minuti, ne vem, to pa to. To je nagrada. Ja, ampak pač oni to ne štejejo, ne, to je vse samoumevno, ne. Pol je merljivo to težko, no, da bi to ful meril, no. Kaj je zdaj, napredek je očiten. Ampak težko je to meriti pri ljudeh, ne, oni sami predstave nimajo, ne. Ti bo rekel, nič, enega skleca nisi naredil. Ne vem, gospod 60, 70, enega skleca. 4x10 naredi kamot. Pa bo en rekel, saj je isti. Ja, ne, ni isti. Veš, kako ima moč zdaj noter, on se ni dvigniti mogel, zdaj pa 40 sklec naredi. Ne vem, v 5 minutah. Ne,
To je težko, pač no, v rekreaciji, fulno. Športnik je lažje delati. Ja, on ima že mindset pripravljen. Mindset je, se pravi, to akademija, čez in je lažje delati, no. Najhujše to te ubija, to. Kako se je pa trenerstvo recimo spremenilo, zdaj recimo rečemo, da spet rečemo 10-20 let nazaj, ne? Se pravi pa zdaj, ne? Se pravi, je zdaj bolj mehko, se pravi bolj tisto Bolj na počasi, ja. bolj otroku prijazno, bolj uvati ali je kaj drugače? Je ne, ful gre čez tehnologijo, ne. Pa čez neke te, kako bi rekel, terapevtske programe bolj, ne. Lahko tehnologija pa terapevtska malo Je tehnologija, ne, se pravi, da ni več tako, ni toliko prostega gibanja, ne, se pravi, telovadba je bila včasih brez vsega, ne. Par krogov, lestvine in to je to, ne. Zdaj imamo mi mašin čuda. Od steze, koles, za odriv, ne vem, za trebušnje se kar na mašinih delajo, karkoli, ne. Pač mašine so, ne, se pravi, naprave so ful prisotne, ne. Ko ti naprave merijo, pa ti dajo tule senzorje, koliko si se zdaj ti odrinil, kaka sila je te noge, ne. In se skozi to, ne. Prej je šlo ful bolj tako po nekih raziskavah pa po nekem sistemu, ne. In je tudi bilo v redu, ne. Zdaj pa te številke, ful je številk zdaj, no. In ni nujno, da ti trenerji s številkami, da naredijo boljšega atleta kot en po stari šoli, no. Ne more biti razlika. Ker številke bojo bolj tako, ko bomo imeli enkrat čipe v možganih, no. Bojo bolj prisotne, po moje, ne. Pa daš imel kak motorček ali kaj not, ne vem, v nogih. Tu pa ni velike razlike, no. Je diagnostika ful dobrodošla, ful je fajna. Veliko se tudi sanira za poškodbe. Tudi to sem sam bil, da ti pove, ne, ampak način dela je pol dejansko praktičen. Ne rabiš naprav, ne. Spet isti, ne? Ja. Ja, fajn, za analizo je to fajn, ne, samo pač to je treba združiti, ne, ful je fajn, da znaš združiti, ne. Ampak to je nepotrebno, je to pri populaciji takih, ko hoče zdravo živeti. To so vrhunski klubi, vrhunski atleti tam, tako sem rekel, od 10, 14 leta, da se začne to na polno usmerjati v en šport. Prej pa ne. Za to navadno populacijo pa sploh ne. Tako z mojega vidika, no. To se zdaj čisto prosto pogovarjamo, ne. Trenerji, ja, pač ne vem, kaj bi rekel. Tako sem rekel, ali pa terapevtska zadeva, ne. Prej so bile terapije, pa ti on vaja pokazal, zdaj ko to kineziologija varianta, ne. Dejansko vse isto. Vse gre iz osnove gibanja. Samo da se spet to malo drugače zapakira. Tako nazivi, ne, poklicev. 20 let se je temu tako rekli, zdaj si pa ne vem. Zdaj si neki referent, prej si bil pa kar neki voznik, ja. Ne, voznik, zdaj si pa referent, ja, za koga kot dostave ali česa. Isto je to vse. Vsi imamo mi, od človeštva imamo isto število mišic pa kosti. Ne. Tako da, to je moj vidik, no, tako da. Se koliko pa misliš, da bo v bistvu ta tehnologija, prej smo se malo dotaknili AI-ja pa te stvari, ne, se pravi, koliko pa imaš občutek, da bo to spremenilo pa vplivalo na recimo na druženje, na gibanje, ker druženje in gibanje je to tako eno in z drugim, ne. Pa kje pasti vemo, da so že, ne. Se pravi, pasti bojo, a ne. Zdaj pa kako te pasti presekati, ne. To smo pa zdaj bili glih tudi na eni konferenci dol, ne. Ko se zdaj začnejo delati, saj ne vem, po moje že ima tudi ta Meta na Facebooku tudi, ne. Da imaš ti značko za verified, ne. Da bo to preverjene zadeve, ne, se pravi krožile, ne, po spletih. In boš ti si lahko po filtru dal preverjeno, ne. In tam se bo hitro zmanjšalo to. Zakaj? Zato, če bom jaz hotel imeti značko, bom jaz mogel usposabljanja imeti. Ali pa ne vem, preverjanja, ne. Ti boš mogel dokazno gradivo dati, da je to resnično, da je to prav, da smo to naredili tako, kot je treba, ne. Kraji naredi iluzijo, ne, ful. Ne, in pač nisi verodostojen. Ti ChatGPT pa te sprašujejo vsi od jedilnikov, one tretje in za barvo, kateri šuhi so najboljši. In ko je to narobe, to so podatki vnešeni noter, ne, glede na to, kaj je ljudem všeč, ne kar je prav. Pač enim je Nike 80% všeč in ti bo Nike metal ven. Je pa nekaj druga boljše, no, dejansko, v praksi, ne. In tako je isto, ne. Trenerji pa to zdaj tudi moderni pa to, vse se hoče spomniti, ne, samo zato, da si malo drugačen od drugega, ne.
Ampak neke stvari ne moreš mimo, ne moreš, ne, in to bo pač značke se začele deliti, ne. Da vidiš, a si ti to pač kar robot, ne, ali je to proces, ko mora biti Kaj prav. pa je bilo v bistvu na tej konferenci, se pravi, v teh značkah, se pravi, to bo v bistvu nas... Da boš ti zaupanja vreden, da boš ti glavni vir, no, se pravi pravi vir. Ker je to potrjeno z njim študijem, z vsem. Ne, da se en spomne na kavču, pa to razlaga zdaj. A veš pa, ker je videl na TikToku, pa tam pa zdaj on govori, ja, zdaj moraš pa čisto takle malo stopalo obrniti in to je zdaj prav. Nobenih študij, nobenih knjigih, nič ni, ne. In pač on tako bo delil nasvete drugim, ne, ali pa bo rekel, ja, zdaj pa ne smeš jesti mesa. To je že zdaj bilo 100-krat, ne vem, polemika o teti veganstvo, ne. Da smo zdaj tu. Ne more biti ista aminokislinska sestava živila, ni šans, ne obstaja. In so že presedlali največji na svetu nazaj na polnovredno hrano. Se pravi, da ješ vse, da si vse jed. A iti bo pa kar, ja, zdaj pa moraš le, ker imaš probleme z laktozo, pa to, kar veganske proteine, kar veganske, ker je spet modna muha. Tako pa marketing pri teh dodatkih, karkoli, ne. In ne moreš biti enak. So odzadaj študije, raziskave, ne vem. Folk že vidim, ko je 20-30 let vegan. Sorry, pač za mene je premalo človek, no. Je bolj na rastlino že, no. Sploh pa za... Vse to se pač lahko ful začne spet pogovarjati pa kregati, ampak veliko se obrača, no, fejst nazaj na staro pač zadevo, ne. Polna vredna hrana je. Tudi sem zagovornik, pač ne bom, pač, zato ker si sam drugačen, no. Kaj v bistvu pol je ta razlika, ne vem, recimo, kaj nekomu, ki je vegetarijanc ali pa vegan, ne, ali pa nekdo, ki je v bistvu vsejed, ne, kaj recimo na dolgi rok, recimo za šport to pomeni, ne. Mislim, kakšne bi bile razlike, recimo, v tem Mogoče za primeru. šport zdaj, če je res on ful velik, ne. Pač, ne vem, olimpijski športnik, ne, da je to, ali pa svetovni športnik, top 3 ali 5 na svetu, da on bo mogoče drugačen, ne, zato ker bo, ne vem, če je z veganstvom začel pri 5 letih, ne, je najprej imel podporo navadnega, ne, prehranjevanja. Po pa so se to malo zamislili, ampak on je sproti lahko prilagajal, ne, adaptiral, saj telo se adaptira ful. Samo po pa nekake so posledice po 10-20 letih tega, ne. Zakaj se pol vrne nazaj, ne. Slabša regeneracija mogoče telesa, karkoli. Veliko je takih, no. Kaj pa na rekreativni ravni? Na rekreativni ravni je pa še pa večji marketing, še pa slabši. Tam pa ni podpore, ne, tam pa ti sam scrollaš, pa greš v Spar, pa greš na proteine, pa greš tja na ono stran, pa kar bereš, kupiš. Veš kaj, vzam si veganski, to te nič ne napihuje. Enega pa glih grah protein napihuje, recimo, ne. Koliko on zdaj ve. In pač je modna muha. Na koncu koncev ful opažam zdaj tetih, ne. Vegetarijanci, to. Kar naprej so na tetih vitaminskih infuzijah. Par primerov. Lahko so vitalni, suhi, sreš, da zdaj, ko imamo omrežja, ne, jaz to kar hitro gledam. Jaz sem rekel, hvala Bogu, ko je naredil Instagram story. Brez filtra na začetku. To si človeka lahko videl brez filtra, ne. A ima mozole, ali ima gube, ali ima celulit, ko se slika v kopalkih, ne. A ima vse, ne. Jaz sem rekel, hvala Bogu, ker se ni dalo več skriti. Pa pod kotom se skozi ene slika, še vedno je to pač slika, ne. In pol zdaj tudi vidiš, ne, ker je folk pač smo odvisni, tako sem rekel, scrollaš 2 ure, si hitro gor, objaviš vsako pizdarijo gor in se marsikateri ne zaveda, da objavi, ne. Da sem jaz gledal, da je pa 4-krat na leto dala gor, da je, sem bolana, čisto sem iztrošena, imunski sistem, vse. Glih ta vegetarijanska oseba, ne. Ali pa veganska oseba. Pa ni pogojeno, veš, pa mogoče poznaš ozadje službe, pa to, da ni to, ne, ampak to, a veš, ta primanjkljaj, ne, tega nekega. Ne, po pa pride, ne, pa ne posname, ne, na videz vsa opedena, zrihtana, posname, ja, 38 škatlic ima doma. Jaz nimam toliko dodatkov. Ne, pol nekaj manjka tisti hrani. Ja, v bistvu ti moraš nadomestiti, ne. Ja, no saj, ampak te nadomestki niso vsi verjetno kvalitetni dovolj. Še vedno so pol spet veganskega izvora, ne, kao.
Težke, no, ni to. To so iz beljakovin, je mišica sestavljena, možgani iz beljakovin in pač aminokisline določene so pač v mesnih živilih. Edino, ko tam ni. Kako bi pa v bistvu glede na to, da ta tehnologija prihaja, ne? Pa nove navade bojo prihajale, ne? Kako bi se po tvoje spodbudil posameznika, da ne pade v to past, a ne? Pa da začne v bistvu, ker recimo velika verjetnost je, da bo človek vedno manj fizično aktiven, a ne? Se Ja. pravi, vedno bolj bo v bistvu odvisen od tehnologije pa od teh nekih Ja. pristopov ali pa rečemo nekih Ali pa bo razmere, ja, večje, ne. razmere, kako misliš? Ja, samo športniki še bojo aktivni. Aha. Ker olimpijske ne bojo pustili, da zdaj ti s kolesom šel gor po stezi, ne. Ja, Fuzbal se bo še vedno, pač predmeti bojo, ne. Ne boš verjetno imel rolerja pa, da boš hitrejši pa pol brca žogo. Še vedno, ne, tu bo ful težji preskok, ne. Tako si rekel, mi bomo pa vsi začeli se z elektriko vse posod. Od biciklov, skirojev, vsega, ne. Smučke, one imaš, ko ti asistirajo, ne, bedre pa noge, ne, da ti razbremeni malo za smuče, za počepe, ne. To vse, tako si rekel, tehnologija, ne. Pri olimpijskih športih, za srečo, jaz to upam, da se ne bo spremenilo nikoli. Ker je tudi tradicija, zgodovina, ne, da bo to ostalo, ampak bo pa razpon bo pa večji, ja. Sam časa bomo imeli pa vedno več, a ne, po eni strani, ne. Ja, ali pa ne, zato ker boš hotel biti na 5 koncih, ne. Kar smo že zdaj prevečkrat, no, tudi tako, če gledaš. Pravi vzgoja. Vzgoja pa omejiti telefon, včasih dati tudi na mute, kar se tiče pa, ne vem, ko si rekel, ne, da ne bi to posegali, ne, po teh nepreverjenih prehranskih zadevih pa to, ne, ali pa kako bi se mogel prehranjevati, spet smo pri lokalno. A vidiš enega, ko laufa, a imam jaz fitness? Pa pej do njega pa ga vprašaj, saj ne rabiš biti tam. Kaj bi jaz mogel jaz, kaj ne jem? Ne prvo ChatGPT, ono, tretje, gremo, slikamo, le tole zdaj za hujšanje, tole zdaj za kosti, to je za lase, vse moraš kupiti. Brez da bi kaj vprašal, ne. Ko on je, da lahko vsak dan laufa? Čez Braslovče, jaz bi ga šel vprašati, koliko si lahko tako bravo, mojster. Ne pa obratno, ta je čuden. Eden laufa, ne. 100 pa ne. Ne, pač imaš dovolj oseb okrog sebe, ne. Samo meni pač, ne vem, pa tati isto to, tati YouTubi, ko so prej bili, tako pravim, ne, so preveč to striktno mogoče vsiljevali, ne, vse tudi od trenerjev do vsega, ne, ko kar striktno govori, ne. Pol, ko moraš dati izbiro, malo, da on sam začuti. To jaz najrajši vidim, ne, in tako mu ful lažje razložiš, ne. Pa okolje, tako si rekel, doma. Najhujše, ko se en odloči. En je pa staromoden do konca, ne bom, glej, ne rabiš nič, glej, ti kar hodi, jaz ne bom hodil. Ti lahko, jaz ne bom hodila. Ne, in so tukaj pol, ne vem, hladilnik bi mogel dati na pol, recimo, ne. In je ful težko, ne, ta okolje, ko te noben ne podpre, recimo, že doma bi mogli začeti, ne. Tu je prepozno, ono, da je lokalna skupnost je prva, pol pa pač doma itak družina, ne. Pa se povezati z ljudmi, ko so podobno misleči. Ja, zato, ali pa tisto, kar te zanima, ne, se pravi, glej, njega, glej, ona dva sta pa 70 stara, pa sta še kar na 3 glave vsak teden. Kaj delata? Ja, ona dva nikoli nista delala, že, glej. Ja, mogoče nista pojedla 20 kil čipsa na let, recimo, ne. Ker moramo se pa zavedati, da lahko pa vse si privoščiš, no. Ampak v razmerjih, ne, pa časovno, ne. Pač, če 3 dni ne treniraš, ne rabim 6000 kalorij, ne. 5000. Zakaj še vedno ješ? Je pač manj, pa pol gremo gaso, ne. Imaš maraton, si lepo veš, kaj moraš delati. Imaš fuzbal, imaš odbojko, gremo. Ja, pa jaz nič ne jem, jaz še slabš. Ne, še slabš. Kaj se recimo zgodi, če ne ješ? Ja, motor ne gre. No, ampak recimo, kje se gre. začne kazati? Ja, presnova se te upočasni, to je prva zadeva, ne. To tisto, ko sem rekel, namesto da si ti star pri 40, 30 ali pa 25 metabolizem telesa, ne, si ti zdaj že 60. In kaj se zgodi? Nikoli ne prideš ven iz tega, če ne greš v spremembo.
To je res tako, no. Ful je to enostavno. To bi mogel, ne vem, samo 1 uro recimo, samo razložiti, to pa to delaš, pol pa na tep recimo. Ne. Nič filozofirati, nič. Ker za life, tako kot si rekel, kaj moraš gibati, kaj jest, je 1 ura dosti, da ti začneš. Vse informacije lahko dobiš. Ne rabiš nobenih knjig brati pa nič. Pa potrdil pa ne vem kaj, pa študij delati. Ker to vse pač en človek, recimo tako jaz, ve to. Ne. Od izkušenj, od vsega. Tudi drugi, ko so se temu zaupali pa predali, so to naredili rezultat. Enega izjeme ni, no. S tistega ni nič, ko je šel pač po 2 mesecih stran ali pa ko že takoj je prišel z blokado, no. Mogoče ni bila prava stvar za njega v tistem trenutku, ne. Ja, no, mogoče si je on zamislil, ne. Ker je spet nekaj prebral, pa v roki je tega zrihtal, on se zažene, ne. To so pač ti, ko se zažene, ko hoče vse imeti. Lahko da bo tole, kaj koga pognalo, da bo začel. Odvisno, ja, dobo, okej. Ampak saj pravim, to je, glej, da si iskren, odkrit, pol se mi lahko pogovarjamo hitro, ne. Kakor mi ti bluziš, pa ni volje za to. Ker se te ne bo dotaknilo, se te ne bo, ne. Pa ful me srečuje, tako veš, vsepovsod, to je najhujše. Si malo na igrišču, si na veselici za nov letnik, pa tam, zdaj pa res pridem. Zakaj še 3 leta nisi prišel? Zdaj sem glih imel en primer. To je bilo glih včeraj. Sem rekel eni, a se ti spomniš, da si enega mojega kolega, on pa že hodi k meni 8 let. Lepo vzdržuje, vse posod gremo. Lepo, zdrav, odrasel, pep, nadpovprečen, ne. S to vadbo 2-krat na teden, druge navade mu da zraven tek, malo fuzbal, okej, no. Ti si njega 3 leta spraševala, pa koliko ima rok te vadbe, pa jaz bi to, pa ne bi. Pa ne bi to, koliko pa to pride, pa tako. Pa ne bi, no. In kaj je zdaj naredila? Na pol je šla v enem letu, odkar hodi k meni. Ne more verjeti. Takoj so otroci tu zraven, ne, tako sem rekel, mladi športniki. A bi ti naše vzel, takoj je tisti mindset drug, fertik. Ne, koliko si lahko iz nje to naredil, ne, koliko bo šele pol drugje, ne. To je res. To vsak let imam jaz to, jaz se pač na promociji, ne, tako sem rekel, to je pač marketing, ne. Ga ne rabim, jaz rajši imam tudi osebni marketing, no. Zadovoljstvo tudi osebno, no. Ker tudi ne obvladaš pol, ne, to. Ja, saj to je Tudi rabiš težava. spet eno skupino, ne, ljudi pod sabo, istega znanja ali pa istih izkušenj, pol ful težko, ne. Večina bi pol tebe želeli, saj veš, tudi greš tam v salon, pa si frizerko zbiraš, oni, ko že 10 let hodiš. Kakor en študent, te že glava boli, ne bi se dal, ne upam se mu dati, ne. Kar je včasih narobe, no. Ne, da ne daš prilike drugemu, ne. Ja, v bistvu pol moraš v sistemu vzpostaviti, ne. Tako, Pa ko mora imaš pa sistem- no, saj zato. Dokler pa ni sistema tajega, pač kvalitetnega, na istem nivoju, je pa brez veze neki marketing na ful. Mi smo vseeno omejeni na neki tak VIP zadevo, no. In je to res, dobiš pa od mene lahko vse, ne, če si ti to želiš, ne. In to prej, ko spoznaš, to je. To je to, ne, na ta način. Ja, v bistvu zelo mi je bil všeč pogovor, no. Enako. Zelo vsebinsko, super. Tako da jaz bi se ti zahvalil za ta čvek, no. Hvala za vabilo. Pa za energijo, ko jo vlagaš v vse to. Saj vidiš mi, da bi lahko še 10 ur govorila. Ja, po moje bi lahko šla še kar. Ja, zato ko, a veš, ker so argumenti zadaj, so izkušnje, so sistem, ko ga delam. In pač težko je to se z enim pomeniti 5 minut na kavi, ker se vsi mudi. Ali pa en, ko me kliče, ja, koliko imate, dej, a mi lahko malo povete sistem, ono tretje. Prosim, na kavo pridite, tamle imam sedež, tamle je gym. Pogledamo urnik, kakšne so želje, ne kar po telefonu. To me, veš, kako me to jezi. Po mailu tudi napišem osnovne stvari, drugače se poglasite do mene, bomo pregledali. A je tako težko vzeti 15 minut za kavo. Ne, pa lahko pol to malo predstaviš, ne. Tako da ja. Super. Hvala ti. Hvala.